ni potem več na začetku, lahko ti začneš, delaš brez plana, pa pač gre progres gor, ne. Kasneje pa moraš dejansko nekako strukturirano začeti vse skupaj delati, ne. Da ostane napredek in da gre gor napredek, no. Da je zelo pomembno, da prideš na tekmovanje čim prej, torej imamo primarne treninge, pa imamo sekundarne treninge, ne. Zato bi rekel, da od vseh treh dejavnikov, ki si jih zdaj omenil, je najpomembnejša frekvenca. Na hitro pred pogovorom, če bi vas lahko jaz prosil, da se naročite na kanal, mi da pripravljava vsebine za ston, trudiva se, da bojo vedno boljše in upam, da boste tudi v teh vsebinah malo uživali. Hvala. Sebastian Embršič, lepo pozdravljen v torkovem pogovoru. Zdravo. Jaz sem zelo vesel, da si prišel, ker je to povsem moje področje in mislim, da bomo imeli en zelo strokovno zanimiv pogovor za kalisteniko. Tako. In najprej mogoče jaz lahko malo primerjam s svojim začetkom, pa me zanima, kako si ti začel, kaj tebe navdušil nad kalistenikom. Ja, jaz osebno bom rekel, da me je kalistenika navdušila zato, ker nekako bom rekel, da sem bil iz tistega kraja, kjer sem se rodil, v bistvu kar oddaljeno do prvega fitnessa, ki je bil na primer v mestu, da jaz drugače iz Ptuja. In ker ni bilo neke možnosti, da me nekdo vozi vsak dan na fitness, mi je bilo potem neka izbira, da začnem s tistim, kar imam, torej lastna teža, ne. In začel sem v bistvu čisto z osnovami, skleci, pull-upi, to, kar mi je šlo, to zdaj ni bilo ne vem koliko ponovitev, na primer, ne vem, na začetku sem naredil mogoče 10 sklecov, 3 pull-upe in potem sem videl, da pač v tem lahko progresiram, ne, in sem tako v bistvu tudi začel s kalisteniko, ne. To je bil čisti začetek, no. Kdaj pa? Doma. To je bilo pred 10 leti, v bistvu sem bil star 17 let, torej tako kot sta vidva zdaj, nekje. Torej v bistvu na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, takrat v bistvu tudi meni se nekako porodila želja, da izboljšam svoje telo, svoj izgled, to je bila čista prva ideja, kasneje pa pol, ko en cajt treniraš, pa mogoče ni toliko več izgled, ampak vse drugo, kar pride zraven, ne. Tako da, ja. Podobna zadeva, mislim, da na tej strani, ja. Zdaj je sicer mene vedno bolj začela zanimati tako moč, kot pa karkoli drugega. Tako. Ko vidiš, kaj se da vse. Ja, tako. In pol bom rekel tudi, da že takrat, ko sem začel trenirati, so bili ti nekateri atleti iz tujine, ko so že delali nekaj v smislu, to, kar imamo mi zdaj streetlifting, sicer ni bil kot šport še razvit, ampak so že delali neke insane zadeve, mogoče takrat je bilo insane, da je nekdo naredil, ne vem, 80 kil dipa, ne. Potem sem videl, ok, mogoče bi jaz na te osnovne vaje z lastno težo lahko dodal neke uteži, ne. Sicer nisem imel pravih uteži doma, ampak tisto, kar je bilo na voljo, ne. In potem pač progresiral v tem. Sicer moram reči, da sem potem kasneje tudi čez kakšne 2-3 leta sem imel potem možnost, da pridem v fitness, da sem potem začel kombinirati oboje, ne, teda tudi sem začel malo z utežmi, ne, zraven kasneje. Pa je lažje v fitnessu, ko pa zunaj delati kalisteniko? Ja, jaz bom rekel tako, da meni osebno je bilo lažje delati kalisteniko, ampak bom rekel, da za večino začetnikov je težje začeti ravno s kalisteniko z lastno težo, ne, sploh tisti, ko imajo malo več na splošno lastne teže. Zdaj, mi recimo tako kot jaz, ko sem začel, ko sem imel mogoče manj kil, ne vem, mislim, da sem začel pri 65 kilah, meni je bilo to lažje, ne, zagotovo. Ampak nekdo, ko je mogoče visok 1,90 m že pri 18, mogoče tako ti, predvidevam, da si tu nekje, pa imaš zagotovo več kil, je težje začeti s kalisteniko kot z utežmi, ne, ker enostavno z utežmi imaš ti manjše progresije, greš po kilah malih, ne, pri teži pa imaš kot imaš in potem moraš s tem narediti, kar pač gre, ne. Tako da, ja, odvisno od posameznika. Tle moraš ponovitve gor dajati, ne. Tako, ja. To je res kar težko znabiti. Tako. Se držiš pri nižjih ponovitvah, pa misliš, da nikamor ne gre. Ja, res je. Sploh, ko pride teža gor, pa so ponovitve 3. Tako. Pa traja. Ja. Pol pa se spet malo ustavi, prideš na neko številko in pol mogoče pol leta več ne progresiraš, ne, in pol moraš, pol čez čas pride potem tu neka ta
da si narediš dejansko plan, ne. Ni potem več na začetku, lahko ti začneš, delaš brez plana, pa pač gre progres gor, ne. Kasneje pa moraš dejansko nekako strukturirano začeti vse skupaj delati, ne. Da ostane napredek in da gre gor napredek, no. To je potem čez čas. Torej je napredek večji z utežmi, kot pa da bi kalisteniko začel iz štarta. Ja, bi se strinjal, ja. Tako, za nekega čistega začetnika bi rekel, da je napredek lahko večji z utežmi, tako v nekem krajšem obdobju, ne. Ker bom rekel, pač, če začneš z lastno težo, rabiš tudi več časa, da nekatere stvari osvojiš, ne. In tiste pol leta, recimo, da bi začel z utežmi, ti v pol leta pač lahko narediš neko progresijo, medtem ko pri kalisteniki ti rabiš pol leta, da sploh neke stvari osvojiš. Sploh mogoče, jaz sem recimo začel z nekimi 3 pull-upi, 20 skleci, ampak nekdo mogoče niti enega pull-upa ne bo naredil na začetku, ne. In potem rabi mogoče pol leta, da sploh naredi prvi pull-up, ne. In v tem času, ko on to trenira, zdaj, da pride do prvega pull-upa, zdaj tu ni ne vem kakšne hipertrofije, ne, ker ni ne vem koliko ponovitev, in je mogoče z tega vidika težje, ja. Ampak kasneje pa lahko tu pride nekje na isto, ne, na isto točko, potem, ko ti osvojiš te osnovne gibe, ne. Kakšna je pa razlika, če nekdo, koliko časa lahko delaš ti nekaj nestrukturirano, pa začneš strukturirano delati, pa a je možno nestrukturirano še vedno enak hiter pol napredovati, ali se to ne da? Ja, zdaj, jaz bi rekel, da tako nestrukturirano delo ti lahko pomaga, tam bi rekel. Sam bom rekel, da sem nestrukturirano delo prvi 2 leti, pa je bil progres enostavno. Ampak, no, sta pa 2 stvari tu pri strukturiranju, ne. Imaš nekatere, ko je v smislu strukturirano to, da pridejo trening, naredijo trening, pa si nič ne pišejo, nič ne sledijo in to je pač totalno nestruktura, ne. To je pač samo pride in naredi, ne. In to je za eno stvar, ko sem jaz mogoče že takrat začel, ko sem že, ne vem, prvi teden, ko sem treniral, jaz sem imel zvezek, pa sem si napisal zadeve. Tada tu bi rekel, da sem že imel na začetku neko strukturo, ne. Zato zdaj ne morem točno vedeti, kako bi bilo, če si ne bi čist nič pisal, ampak imam pa občutek ne občutek, bom rekel, da vidim tudi pri nekaterih ljudeh, ki hodijo v fitness, fitness sem že na primer 15 let, takrat, ko sem začel, ali pa ne vem, 12 let, in vidim tiste, ko pride na trening, pa si nič ne pišejo, pa jih tudi včasih vprašam, oziroma ko me vprašajo po kakšnih nasvetih, pa ko jih vprašam, če si kaj pišejo, pa mi povejo, da ne. In potem ponavadi pri takih vidim, da na neko daljše časovno obdobje, da ostajajo nekje isti, ne. In bi rekel, da je to prva osnova, to je tako kot pri prehrani tudi, ne. Če si ti malo spremljaš zadeve, dobiš ta awareness oziroma zavedanje, kaj se dogaja, kaj lahko spremeniš, ne. In meni osebno je ravno to pomagalo, da nisem zdaj imel neke strukture pa nekega coacha, ampak ravno s tem, da sem si jaz pisal in sem vedel, kaj sem delal prejšnji mesec ali pa celo prejšnji teden, potem kasneje, če sem prej naredil 5 ponovitev, zdaj jih moram 6, valjda, mora biti neka progresija, ne. Tako da bi rekel, da je struktura zelo pomembna, ena najpomembnejših stvari, no, da si zadeve zapisuješ. Zdaj pa, če govorimo o res nekem še bolj strukturiranem planu, torej da si ti pripraviš, da narediš neki, ne vem, neko 3-mesečno obdobje, da si postaviš neki cilj, pa res zapišeš točne treninge naprej, to pa potem pride kasneje, ko imaš, bi rekel, malo bolj specifične cilje, torej kakšne tekmovanja, ne. Zdaj tudi to ne pomeni, lahko ti prideš na prvo tekmovanje, imamo tudi nekatere tekmovalce, ko vem, da mi pred tekmo pišejo, pa tako ko jih potem sprašujem, če si kaj zapisuje treninge, pa to pa si ne, kar pač pa pridejo na tekmo, pa tudi naredijo dober rezultat, ne. Bi rekel, da lahko na pamet tudi kar daleč prideš, ampak na neki točki se to ustavi, ne, in pol moraš začeti malo razmišljati o strukturi, ne, to čez čas, no. Jaz bi zase, na primer, rekel, da sem bolj zapisoval, ko sem začel, kot zdaj. Prve 3 mesece imam v nulo točno vse ponovitve, vse napisan. Pa zdaj sem nekako nehal toliko pisati, pa imam vsak trening samo v glavi, kaj napredovati. A ti si še zmeraj pišeš svoje? Ja, zdaj je tako. Jaz recimo, če gledam svoje celoletno obdobje, jaz si v bistvu naredim neke cilje na začetku leta, malo pregledam tudi naše tekmovanja ali pa tekmovanja v tujini, to še bomo mogoče kasneje kaj o tem, in imam neki splošen cilj. In zdaj bom rekel, če je neko tekmovanje junija, se jaz začnem marca res specifično pripravljati na tisto in to so res plani, ki jih jaz sledim točno tako, kot so napisani, točne ponovitve, teže,
Ampak ta vmesna obdobja, ko bi rekel, naprimer po tekmovanju, pa dejansko tako kot ti, hočem tudi malo uživati izven tega okvirja, tako da grem potem, si ne pišem zadev, ali pa si mogoče naredim samo neki osnovni plan, pa potem po feelingu grem trening skozi, ne. Tako da pri meni je potem zdaj to odvisno obdobja, ampak te razumem, ne, ker včasih se mi zdi, da rabiš tudi malo, isto je tudi, zdaj spet, če primerjam mogoče s prehrano, ne, ti rabiš eno obdobje, da si spremljaš prehrano, da imaš neko strukturo, da dobiš občutek, kako vse to skupaj poteka, ampak zdaj, če bi ti to skozi delal, bi izgubil ta občutek za, nasplošno občutek za, Kdaj si lačen. tako, Ja. občutek lakote in sitosti, Ja. to je. In je zato fajn imeti to obdobje vmesno, ko greš malo izven okvirja, pa tem na tak način, ja. Za najboljši napredek pa praviš, da je zelo koristno, da si pišeš. Tako. Kako si potem se lotiš sestavljanja nekega plana, mogoče po različnih nivojih? Ker meni, na primer, je, da sem začel s strukturiranim planom zelo koristen. Jaz mislim, da boljš ne bi mogel začeti tako, kot sem. Ja. Ampak Strukturiranim pri tebi v smislu, da si sam naredil strukturo, ali imaš coacha? Ali? ne, imel sem en plan, po katerem sem delal, ker je Aha, nekdo drug napisal. Ja, ja. Ta znan YouTuber Brownie. Okay. Ja, ja. Po tistem sem delal, tako 3-krat na teden vse, iz nule. Pa sem si pa počasi sam se naučil sestavljati plane, pa sem si nekako naredil, pa prešel v weighted calisthenico. Ja. In pol sem pa- Od tam naprej sem pa nekako samo začel delati te glavne stvari, da imam vedno da v glavi, kaj moram narediti vsak trening, pa nekako da cilj da ostalo do konca stisnem. Tle se mi zdi, da potem, ker sem nekako nehal razmišljati, da mi zdaj malo manjka. No. Te zaključni deli, da nikoli ne vem, čisto kaj točno do konca pol narediti. Ja. Kot glavno vajo delam, ker tista je pa vedno ista. Ne? Tako, Ja. tako je, to je potem osnova, pol pa vse dejansko potem prilagajaš tej glavni vaji, ne, tako kot po liftingu, recimo imaš osnovne vaje, bench, deadlift, počep in potem vse ostalo je prilagojeno temu, ne, da razvijaš tiste mišične skupine, ki tej glavni vaji pomagajo, ne, saj isto v streetliftingu je. Vse to je dejansko point programiranja, ne, da potem ta drugi del treninga, ko je izven te glavni vaji, da ga prilagodiš tem glavnim vajam, ja, to. Sem pozabil, kaj je bilo vprašanje. Kako se lotiš sestavljanja plana po različnih nivojih, od začetka pa potem, ko si že bolj izkušen? Pa... Ja. Zdaj recimo, če grem čista osnova, začetek je to, da kot sem rekel tudi pri sebi, da enostavno si postaviš, kaj je tvoj glavni cilj. Torej, poiščeš neko tekmovanje, zdaj če si tekmovalec, seveda, naprimer, da imaš 2 tekmovanje na leto in potem si narediš nek letni plan, ne, da imaš potem po nekih kvartalih, recimo kvartal 1, ne vem, od januarja do marca, ne, potem je neko tekmovanje, po tekmovanju si narediš nek deload, da se potem regeneriraš in potem kasneje spet napreduješ počasi proti drugemu tekmovanju, ne, torej neki osnovni letni plan, to je prvo. In potem se lotiš v bistvu tistega, naprimer, mesečnega treninga, ne. Si vzpostaviš neko strukturo, kaj je glavno v tistem mesecu, potem čisto na koncu pa pride tedensko planiranje, ne. Tedensko planiranje pa je potem zelo pomembno, da ugotoviš pri sebi, koliko dni na teden ti lahko sploh treniraš, ne. To je tudi ponavadi vidim, da pri svojih strankah, preden začnemo, se dostikrat zgodi, da ali precenijo ali pa podcenijo to, koliko lahko naredijo v enem tednu in naprimer rečejo, ja, jaz bom komot naredil 5 treningov na teden, potem pa vidimo, tak mesec dni poteče in v tem mesecu dni mogoče v 4 tednih smo mogoče vsak teden povprečno naredili 3 treninge ali pa 4 treninge, ne, pa je skoraj vedno se je kak trening spustil, ne. In potem tu vedno rečem, naprimer, naredimo sestanek, pa povem, glej, tebi očitno nekako časovno ne gre skozi, da narediš 5 treningov, ker zdaj ni nujno, da je 5 treningov boljše kot 4 treninge, ne. Potem, če vidiš, da človek naredi 4 treninge, pa sledijo neki progresiji, je to potem boljši rezultat, kot če ti imaš 5 treningov, ki jih jaz naredim
torej prilagodim tako, da potem skozi 5 treningov, da se ta cilj v bistvu resniči, je potem to slabše, če tistega spustiš, kot če narediš v osnovi 4 treninge, pa se tisti naredijo. Res je, da ti 4 mogoče so malo daljši, ampak če ga narediš, je to najboljše, ne. Tako da je potem ta druga stvar, predvsem to je, da spostaviš to tedensko rutino, da ugotoviš točno koliko dni, potem pa gremo na dnevno planiranje, ne. Naprimer 4 treningi, zdaj neka mogoče napaka, ki bi rekel, da nekateri, ko se mogoče ne spoznajo toliko na planiranje, je to, da naprimer nek trening za street lifting ali pa powerlifting naredijo na smernicah nekih treningov za hipertrofijo, naprimer grejo na push-pull legs zadevo, ne. In kaj je ponovadi tu problem pri nekem sistemu push-pull legs, ki je tak klasičen, verjetno vam je znan, ne, je to, da je premala frekvenca, ne. Push-pull legs je potem, imaš v nekem treningu imaš potiske, v nekem treningu pull, torej dela bolj kot hrbet, vlečne zadeve, ne, pull-upi, ne vem. To jaz potem, delam. Okej, ja. No, sej načeloma push-pull leg sistem je zelo dober za hipertrofijo, ne. Ampak tako bi rekel, če ti hočeš delati to, zdaj ti sicer ne tekmuješ street liftingu, razen če bi rad, zdaj to nisem nekako zasledil. Delam na tem, da bom nekoč imel kapacitete. Ja, no, jaz bi rekel nekako, da za street lifting push-pull legs ni najboljši pristop, ne. Najboljši pristop ti je, da v bistvu ti narediš treninge, da se fokusiraš na tvoje dvige, ki jih imaš, torej tu imamo počep, imaš dip, imaš pull-up, imaš muscle-up in potem ti gledaš, kako boš razporedil te lifte po tednu, da boš se od enega do drugega dovolj regeneriral, ne, naprimer, če imaš neke 4 treninge v tednu, ti je mogoče boljše, da daš, naprimer, čist preprost program, začneš prvi dan imaš muscle up, potem dodaš počep, potem greš, naprimer, naslednja 2 dni imaš glavni pull up, potem sekundarni, naprimer, dip, ki je malo lažji, torej imamo primarne treninge, pa imamo sekundarne treninge, ne, primarni trening je ta težji trening, ne, sekundarni pa je malo lažji, ne, ki je mogoče delo na tehniki, in potem greš, naprimer, tretji dan, imaš, naprimer, primarni dip, pa sekundarni pull-up in potem še 4. dan ti ostane, spet ponoviš, torej sekundarne počepe, pa še spet dodaš kakšne muscle-upe, ne. Ker zdaj, če bi ti recimo imel push-pull legs, bi verjetno pri push-pull legs bi naredil verjetno push, bi bil dip, glavna vaja, potem bi imel pull bi imel pull-up, pa legs bi tako imel glavno vajo počep, ne. Ampak pri tem sistemu, torej bi ti ta gibalni vzorec bi samo enkrat naredil v tednu. Ok, edina možnost je, da če delaš push-pull legs, imaš odmor, pa spet push-pull legs. To je potem v bistvu dejansko v sklopu enega tedna si naredil 6 treningov, kar je frekvenca potem ok. Ampak kaj je potem tu težava? Pa bi rekel tudi, da je potem nimaš dovolj mogoče regeneracije vmes, ne. Mogoče na tej točki, ko bi rekel, da spet se pogovarjamo o tem, da ti želiš na prvo tekmovanje, ne. Je za prvo tekmovanje to čisto ok. Tudi če ne čutiš neke večje utrujenosti, če ti treningi dejansko grejo, pa če progresiraš iz treninga v trening, potem ti je to ok. Ampak vem pa, da potem mogoče boš naredil eno tekmo, potem res bodo prišle res neke više številke, kasneje pa bo ti že malo regeneracije trpela, ne. Tako da, ja. Mislim, kaj sem si sestavil tako, da imam enkrat na teden imam na polno težko, enkrat na teden je pa brez teže, da imam volumen. Ok, to je tudi zanimiv pristop. Ampak je pa push-pull leg sistem, prav točno to. Ja, push-pull leg, en teden imaš dejansko visoko težo, pa enkrat potem čisto z lastno težo. Ja, razumem, ja. Zdaj je tu tak, spet se pravi, za začetniško fazo, pa če greš na prvo tekmovanje, je to lahko ok, ampak potem spet, ne, tebi v drugem, če bi ti se pripravljal za street lifting tekmovanje, v tem prvem tednu imaš ti specifiko, ne, vedno, specifika je zelo pomembna, ne, torej, če ti treniraš za one rep max, maksimalna teža, potem moraš delati čim bliže temu, ne, zdaj, tu ne pridejo v upoštev dipi za 8 ponovitev, ne. Ok, v smislu pridajo v upoštev, da jih ti imaš kot dodatek, da delaš na hipertrofiji tiste določene mišice, ki ti pomaga pri temu, ne, ampak če je tvoj cilj one rep max, ti najbolj pridajo v upoštev enkice, dvojkice, trojkice na teži, ne. In zdaj, recimo, predvidevam, da v enem tednu ti to delaš, to je tisti težji teden, kot si rekel, potem v drugem tednu pa ti čisto to pustiš,
A ja, ne, jaz še imam vedno. oboje v istem tednu. Vsak teden oboje. Ok, ok, zdaj sem narobe razumel. Ja. Torej imaš push-pull legs, en trening bolj na moči, drugi push-pull legs v sklopu istega tedna, pa potem na... Ok, to se zdi smiselno, ne? Zato, ker tudi tisti drugi trening ti potem pomaga kot hipertrofija za ta osnovni trening. Ok, to je ok, ja. To je bil ampak se pravim, kot na neki dolgi rok, pa je potem to mogoče, če boš videl, da ti je regeneracija enostavno, da se ne regeneriraš dobro, pa če na neki točki, ko ti več ne bo progresiralo, pa je vredno razmisliti, da malo spremeniš sistem, ne, malo drugače. Ja. Prav v 4 na teden. Zdaj, glede na to, da ti vidim, da očitno spraviš skozi 6 treningov na teden, bi mogoče verjamem, da bi lahko tebi bilo boljše osebno, ko imaš res to konsistenco, da bi potem 5krat na teden. Vseeno mislim, da je mogoče malo bolj, spet, odvisno od posameznika, ne? Ampak če ti narediš 5 treningov na teden, meni osebno bolj to paše zaradi tega, ker enostavno, če imam 4 treninge na teden, potem sem v fitnessu ali pa ne vem, v parku, potem skoraj 2 dobri uri, ne? Kar je mogoče odvisno od tega, kaj se ti dogaja v življenju, ampak meni na tej točki mogoče 2 uri pa pol treninga bi mi bilo preveč, ker imam toliko ostalih stvari, ne? In rajši delam konsistentno 5krat na teden, pa imam potem tisti trening mogoče urco pa pol, ga oddelam pa grem domov, ne? To je spet odvisno od posameznika, ne. Pa si rekel, da si najboljše razdeliti tako, da imaš ta prvi del, ta težji del, pa drugi del, ta lažji del znotraj istega treninga, ne? Tako, ja, točno. Pa 2 različni vaji. Tako. To pa ta kolega, s katerim treniram, je pa to zdaj začel delati. O katerem govorimo, smo pozabili, ja. Ne, kolega pa če... ok, ja, jaz mislim, da je naš tekmovalec ali karkoli. Ni še. Ja, ni še, ok. Ja, zadnji čas bom rekel, da vidim, da je vedno več zanimanja za street lifting. Tudi dosti nam, tudi iz tekme v tekmo opažam, da je vedno več čistih začetnikov, kar me je res všeč, no, da se ne rotira. Mislim, itak je zelo dobro za šport in vse, da imamo te redne tekmovalce, ki imajo res vrhunske rezultate, postavljajo neki standard, ampak me zelo veseli, da pridejo začetniki, da dejansko probajo, kaj je to, pa moče jih navduši, da potem ostanejo v tem, ne. Kdaj pa kot začetnik vidiš, da je smiselno iti na prvo tekmovanje? Kakšni so rezultati? Ja, jaz bi rekel, da je tu ena velika težava večine, da enostavno čakajo za tekmovanjem na res popoln trenutek. Bom rekel, jaz nisem mislim, itak takrat še ni bilo nekih street lifting pa teh tekmovanj v Sloveniji, zato sem začel z drugimi športi. Sem bil kar sem dosti poizkušal, no. To bo tudi moj nasvet, v bistvu kasneje, če bomo kaj govorili o tem, da moraš poskušati zadeve. Jaz sem proval bodybuilding, sem proval powerlifting, no in če se spomnim mene, moje prve powerlifting tekme, so prišli, v bistvu je bilo odprto tekmovanje, to pomeni, da so bili tudi tekmovalci iz tujine, to je bilo powerlifting tekmovanje, je bilo v Cirkovcah organizirano. In je prišla ena ekipa Italijanov, mislim, da je bil en moški trener, pa je imel zraven 11 tekmovalk. In gledam potem jaz, mislim, da so tekmovalke bile tudi na začetku, ker ponovadi začnejo s tekmovalkami z nižjimi težami, potem popoldne pa so težje, ne, težki kategorniki, in sem gledal, vse tekmovalke so dejansko tekmovale in večina punc, bom rekel, da je prišla, pa na benču dvignila samo palico ali pa 25 kg, kar je res čista osnova. Ne, in pol nisem se takrat nekaj dosti o tem razmišljal in pol, ko smo mi začeli s tekmovanjem in to, pa ko sem začel reflektirati, ali kako ne rečem o tem, bom rekel, da iz tega potegnem to, da je zelo pomembno, da prideš na tekmovanje čim prej, takoj, ko lahko že neko osnovo narediš. Dobro, zdaj, če imaš dip za lastno težo, eno, da si ga naredil, ne bo šel na tekmovanje, ne? Ampak da imaš tako neko solidno številko, pejdi čim prej na tekmovanje, naredi skozi celo tekmo, da boš dobil tisto izkušnjo, kako to sploh poteka. Ker ni samo to, da ti priješ na tekmo pa odliftaš, ampak imaš vse ostalo, kako dejansko se ogrevati pred tem, kako dejansko celo tekmovanje poteka, kako dejansko celo tekmovanje tudi vpliva na tebe, ne? Ker spet ni zdaj to enurni dogodek, to je celo tekmovanje poteka 7 ur, ne? In iz tiste prve izkušnje izveš največ, potem imaš mogoče spet eno obdobje, progresiraš, greš naprej in ne, bi rekel, pri takih tekmovalcih so tudi kasneje najboljši rezultati, ne? In kot pravim, mogoče neka težava sploh do zdaj bila pri nas, sicer se pravim, da zdaj je vedno več začetnikov, ki pridejo tudi z nekimi manjšimi dvigi, ampak na začetku je bilo to, da so na prve
prvo tekmovanje prišli, ko so že imeli, ne vem, 100 dipa ali pa veš, res visoke številke, ne. To bi bil zdaj jaz približen. Ja, okej, ne, to je zelo visoka številka, veš, ker zdaj vseeno tudi, bi rekel, zadnji 2 leti tuji prijajo tekmovalci po, ne vem, 75 dipa, ne. Pa še to osebno bi jaz rekel, za nekega, ko je mogoče laik, pa ko prije gleda tekmovanje, se mu zdi že to impresivno, ne. Tako da čim prej na prvo tekmovanje, nabrati izkušnje. 75 dipa se tudi meni zdi kar precej, ne? Ja, ne, veš, tako. A pa čim prej tudi glede na starost ali samo glede na pripravljenost? Ja, zdaj glede na starost je zdaj tako, da ne, mi v bistvu imamo, če gledamo tako, mi dansko dovolimo tudi, naprimer, da si 15 let star, torej nad 14 let, sicer z dovoljenjem staršev. Tu bi rekel, da je odvisno od tebe, zdaj, če si star 15 let, pa mogoče nimaš neke osebe, ki ti zraven pomaga, ali mogoče glih naj svetoval, ampak če ti imaš neko osebo, ki je mogoče že dal skozi proces, pa da pride zraven, ne vem, pa si star 15 let, pa pride zraven tebe neka oseba, da ti malo pomaga, bi tudi že svetoval, ja. Ker načeloma, se pravim, zna biti kar stresno tekmovanje, ne. Zdaj, če si star 20 let, boš ta stres dosti boljše prenesel kot 15-letnik, ne. Sploh, če nimaš nikoga. Ampak je pa res, da vsak 15-letnik ima če ne drugo starša. Ampak problem pa je, da mogoče, če starš sploh ne ve, zakaj se gremo, tudi kaj dosti ne more pomagati, ne. Ta, sicer mi nismo še imeli primera, da bi to zdaj govorim za streetlifting tekmovanje, da bi bil kdo, mislim, da pod 18 ni bilo nobenega. Pa 17, mogoče je bil 17-letnik, ampak ne vem, na Sets and Reps tekmovanju pa smo že imeli 12-letnika, to je bilo na Aleji, zdaj, če si bil lani na Aleji, zdaj ne vem, če je bilo lani, je bil, ali pa je to bilo predlani, se ne spomnim. Dva zelo mlada sta gledala biti, ja. Ja, sicer en iz Kopra je bil tam okrog 15, oziroma 14 celo, ampak zdaj pa ne vem, če je bilo to na isti tekmi, na eni tekmi pa je bil en 12-letnik, v bistvu sem ga jaz takrat povabil, ker smo imeli en skupinski trening v Ljutomerju, da je tam od Ptuja prek Murja, ne. In sem takrat na tistem skupinskem treningu videl, da on kar dela pull-upe, veš, pa sem jaz mislil, ok, 3 pull-upe naredi, on meni pokaže, on je naredil 12 pull-upov, ne. In pol pa mu rečem, kako pa ti kaj gre, oziroma tak je celo, ker imamo mi na bodyweight tekmovanju, torej imamo muscle-upe, pull-upe in dipe, ne. In zdaj, če tako gledaš, muscle-upi so neka zadeva, ko rabiš en čas, da sploh vajo osvojiš, pa zdaj redko kjeri 12-letnike, ki to sploh naredi, ne. In on meni tam to pokaže, je naredil 3 muscle-upe, pa sem rekel, zdaj, če imaš ti 3 muscle-upe, dobro ti grejo pull-upi, daj pridi na tekmovanje, ne. Pa tudi njegov oče je bil zelo nadušen na to, tudi vidim, da imajo na splošno bolj športna družina, tako da so ga že na splošno upeljali v to, ker če se ne motim, je njegov oče trener karateja, nekaj takega. Ne? In smo se takrat pogovarjali z očetom, pa sem rekel, če ima željo, da naj ga pripeljajo, ne. To je bilo potem marca smo imeli mi trening in potem on prišel na tekmovanje septembra, pa če se ne motim, je celo bil 4. ali 5. z istimi tekmovalci, tam je bilo 15 tekmovalcev, ki so stari tudi 20-22, on je bil te 12, pa je bil kar dober, no, ni bil, veš, tisto med zadnjimi, ne, kar bi rekel 12-letnik mogoče, ne, bomo šlo, ne, pa samo probava. Tako da za neke treninge, torej, oziroma tekmovanje z lastno težo, bi rekel, da je ta stopna točka že dosti prej, ne. Pri streetliftingu pa, kot pravim, mogoče kasneje, razen če imaš spremljevalca, ki zna, kaj delaš, ne. Se pravi, ko imaš 75 dipa. Ja, tako. Ko imaš 75 dipa, lahko greš. Okay. Bom pa rekel, da tudi vidim nekateri, dosti tekmovalcev je zdaj trenutno takih, da so močni na enem področju, pa jim zelo zaostaja drugo področje. Zdaj, par dni nazaj mi je pisal en tekmovalec, ko mi je napisal, v bistvu je kategorija do 73, ki mi je rekel, da ima 72 kg in mi potem pove, da ima zelo dober muscle-up in pull, pa potem mi še pokaže počepe in dipe, pa ima zelo v zaostanku, ne. In naprimer muscle-up pa ima, mislim, da je pokazal tisti video, ne bi bil čisto tekmovalni standard, bi se še dalo izpiliti, ampak mi je kar pokazal video, ima 35 kg muscle-upa, kar bi bil dejansko v njegovi kategoriji državni rekord, pa star pa je, mi je napisal 21 let, ne. In tudi pull ima 85 kg, kar bi tudi bilo konkurenčno, mislim, da je 2,5 kg več je državni, oziroma ne, na zadnjem tekmovanju. Kak? Če letos nov, letos... Ja, v bistvu lani v Kamniku smo začeli prvič, da smo res prvič naredili na te kategorije, tako so nas po svetovnih standardih, ne, ker do
lanskega tekmovanja v Kamniku smo še vedno imeli streetlifting, ker ni bilo toliko prijav na teh državnih tekmovanjih, govorim, smo imeli do 80 in nad 80 težnostno kategorijo, in potem lani v Kamniku pa smo se odločili, zdaj že vemo, da bo jih prišlo dovolj, da se dejansko splača imeti na težnostne, kot morajo biti, in tako kot si rekel, je bilo lani prvič, je tudi bila potem kategorija do 73 in je potem glih ta moja stranka Žiga je naredil 80 kil pull-upa, ki je potem bil kar avtomatsko državni rekord, in pa mislim, da 31,25 kil muscle-upa. Ta oseba, ki mi je potem napisala, ima zelo visoko stopno točko za muscle-up v dip, ampak če recimo primerjamo, potem vam je poslal počep, pa naprimer počepa pa ima 120, naprimer, ne, pa dipa pa tudi, mislim, da okrog 60 do 70, ne, ker je pač nekoliko nižje na ono, ne, ful neki ekstremi, ne, tako da, ja, to je kar zanimivo. Mislim, se 60 pa do 70 kil dipa se meni še zmerno dobro zdi. Se strinjam, ja. Govorim napram temu, da v dveh dvigih ima državne rekorde, dejansko, če bi zdaj jutri imeli tekmo, bi verjetno lahko naredil, v drugih dveh pa je malo nižje pod standardom tistih rekordov, ki so trenutno to, ampak še vedno zelo visoko, ja. Bi pa rekel, da sploh na neki vaji, kot je počep, ko je večsklepna vaja, lahko tudi zelo hitro napreduje, ne. Da mi je sam napisal, ja, da ima občutek, da ne bo to tako hitro, ampak jaz verjamem, da če potem res dela dosti na moči nog, na hipertrofiji nog in dela specifično počep vsaj 2 do 3 na teden, bi lahko to hitro progresiral, ne, da bi mogoče ta zaostanek dobil, pa potem napisal, da bo se v trudu, da potem ima čim boljši total, ne, pa mislim, da bo potem tudi prišel na tekmovanje letos, ja, še bomo ga imeli. Kaj pa se ti zdi boljš, da si v več vajah zelo konsistenten pa relativno dober, ali da imaš tako odstopanje, da si nekje res ekstremno dober, nekje pa pač precej zaostajaš? Ja, jaz bi rekel, da je tudi, če gledamo z tega vidika teh najboljših tekmovalcev na svetovnih tekmovanjih, moraš enostavno imeti kar konsistenco pri vseh liftih, ne? Ker če ti je en dvig malo manjka, potem težko nadoknažiš tisti skupni total, ne? Ta konsistenca, predvsem, da se držiš tega, kot imamo mi, zdaj, če si ti začetnik, pa mogoče še nisi slišal za streetlifting, pa delaš samo za svoje veselje, pa delaš pull-up, je to super, ne? Ampak ko na neki točki slišiš za streetlifting, pa si rečeš, glej, jaz bi šel na tekmo, potem pa ti je čas, da dejansko začneš tudi te ostale dvige, torej vse skupaj, vse 4, konsistentno dajati program, pa jih res progresirati, ne? Da boš potem lahko nadoknadil, ne? Ker zdaj zaenkrat pač nimamo nekega sistema, da bi imeli, ne vem, posebej, bom rekel, naprimer v powerliftingu imajo mogoče bench only, ne? In ti, če tebe zanima, pa samo bench, greš bench in ti je pač vseeno mogoče, koliko imaš deadlifta pa počepa. Pri nas zdaj trenutno nimamo, da bi neke posamezne lifte imeli samo tekmo, imamo vse 4, tako da je pomembno, da pač je konsistentnost čez vse 4 lifte, ne. Pa tudi, če gledam, kaj je cilj v bistvu nekega športa, ne, za moč. Cilj je, da se tvoje telo celostno razvije, ne. To je tudi bila moja osnovna želja, takrat, ko še ni bilo streetliftinga, kot je danes, pa ko sem slišal za te vaje, vedno sem razmišljal, katere vaje moram jaz delati, da bo moje celo telo razvito, ne, da zdaj, če bom delal samo pull-up, bom imel ogromen hrbet, mogoče bo roke malo manjše, noge, mogoče skoraj nič, ne bom delal počepov, ne, in mi ta ideja ni bila všeč, ne, zato sem tudi potem vse te gibe delal, ne. Tako da trenutno, kako se je streetlifting razvil, tudi če mogoče ti si rekel, da bolj spremljaš tudi te atlete, kako izgledajo, vidiš enostavno, da ti, ko delajo te vse 4 lifte, so zelo dobro razviti, res zrezani, mišična masa, pač po celem telesu bi rekel, noge razvite, gornji del razvit, ni nekih pomanjkljivih točk, ne. Tako da, ja. Mislim, presep, pa delam, zdaj sem začel delati bolj vse 4 kot prej. S čem si začel najprej? Samo pull-upe, dipe? Ja. Aha, tako, štange pa, da. Ja, štange, točno. Muscle-up, nisem ga še uspel weighted. Ok. Torej, z lastno težo ga narediš, nisi pa še... Ja. Z lastno težo je tako, da bi po moje štel tekmovalno, no. Nisem čist 100%, da bi res. Da bi naredil recimo da bi naredil muscle-up po tekmovalnem standardu, da bi tega upoštevali. Nisi ziher. Aha, zajemno ponovito. Ok, se to... Ker imam v resnici se mi zdi veliko vstopanje med muscle-upom pa pull-upom dejanskim. Aha, ok. Mogoče sem malo pretežek za svoj
pull-up nivo. Ja, recimo, če želiš malo številka, Ja, pull-up. 85 kg imam, pa Ja. pull-up sem max naredil 52 trikrat. Okay. Ja, mislim, pri takem nivoju pull-upa bi jaz rekel že, da bi tvoja sposobnost za muscle up bila lahko tudi, da bi že delala z neko kilažo. Ne? Zdaj pa mogoče tu samo to, ne vem, kako imaš strukturirane treninge. Ne Mogoče imaš treniram malo, muscle upov, ja, sploh ne. Ne. Ja, pol pa itak to osnova, ne, konsistentnost, ja. Da ti to manjka. Ne rabimo iti podrobnosti. Ja, zdaj, če bo šel na tekmo politak, moraš ključi zraven. Ne? Kaj pa zdaj si rekel potem, kaj pa naprimer noge pa to, zdaj treniraš samo na štangah ali greš tu v fitness? Ne še. Ne še, ok, Ja. štange. Štange. Tako da zdaj tu noge mogoče tako Noge malo imam težje. eno trenirati, tež doma, tako. ja. Ok, koliko kilsko recimo? 43. 43, eno težko 43 in to je Ja, to, nista ja. dve, eno. Ja. Aha, ok. Ja, bi rekel, nekatere vaje se dajo kar delati tudi s tem. Ne? Ja, počepi so bolj kardio, kakaj drugega Ja, s tem. ja, vse, ja. Verjetno daš si, delaš goblet skvat. pa Ne, narediš, tako ali pa- tež je. Elanova, okej, stara. Ja, razumem, ja, štanga. palica in Ja. potem na vsaki strani vse na barbel, v bistvu. Ja, ne, ja. ja, ok, razumem. Ja. Tako da, Ja, to je potem res Split kardio squat. bolj, ja. Ja, ok, ja, to so že potem neke progresije, ki so malo, če bi delal kakšne bulgarske, ne, to bi že Ja. bilo malo težje s 43 ja, kil, še ne. to sem zdaj začel. Tako, okay. Ja, zdaj tako, če gledam recimo, tudi jaz v bistvu, bom rekel zdaj, če hočeš potem, bi vsaj mogel potem, ne vem, enkrat na teden iti vsaj fitness, ne, da bi potem pridobil tisto razliko sploh na počepu ali pa dvakrat na nogah, teden, ne. Saj ni nujno, da potem skozi nekaj, recimo tudi pri sebi, jaz zdaj kombiniram oboje, ne. Jaz sploh čez poletje, bom rekel, vsaj 70% treningu zunaj, ampak nekaj enostavno mora ostati v fitnessu, ne, sploh ta težji počepi, ni druge opcije, sploh ne gre drugače, ne. Ja. Jaz še vseeno lahko delam hipertrofijo nog v parku, res jaz si dam 20-kilski vest gor, ali pa imam te kettlebelle zraven si prinesem, pa delam potem večinoma enonožne vaje, ker pri enonožnih vajah, če imaš tako do 20 kg kettlebellov, se zna kar že biti težko, tako na 12 do 15 ponovitev. Ampak vseeno tak specifičnost potem počepa, moraš iti v fitness, ja. To pa je potem, če želiš pač streetlifting. Zdaj, če ti ni to glavna želja, pol ni potrebe, ne. Ja, zato je malo problem streetlifting tekmovanja, ker počepa nimam še. Ja, tako, ok. Tako, problem je bil, ker sem si hrbet poškodoval. Ok, Prej sem imel pa eno drugo utež, ki je bila pa še starejša, 20-kilska, taka, recimo 1 meter dolga utež. ok, In sem delal single arm shoulder press. ok. In jaz sem navajen res stisnjen do konca, vse vaje praktično. Ja, In delam in na koncu je šlo že tako. razumem. Da Klasika. je hrbto malo Ja, počel. Še pol doktorju ali se potem kasneje Sem počasi? šel, Ok, ampak ni bilo nič strukturnega, ni bilo nič na kosti. Jaz sem bil sam mišice, verjetno. ja, je pretrgana, nekaj se je zgodilo, kar s časom je potem boljše. Ja. Ampak je pa zelo dolg traja. Tako, jaz imam isto izkušnjo, rekel tudi, kar je tudi potem lahko z tega razberemo en nasvet. No. Skratka, jaz sem začel, kot sem rekel, doma trenirati z lastno težo, ampak sem si potem kasneje, doma sem treniral, bom rekel, 2 leti pa pol nekje. Prej sem prvič prišel v fitness, prvi fitness pa sem prišel tako, da sem začel delati na recepciji. No, in sem si potem, itak sem delal na lastni teži, ampak sem hotel tudi v bistvu imeti nekaj uteži, pa sem si čisto preprosto doma naredil čisto ravna štanga, neke betonske zadeve na stran in sem imel potem doma, bi rekel, tako, da sem lahko imel palico z 100 kilami, tako da sem lahko delal neke deadlifte, ampak to je res bil sam beton na koncu, ne, tako da veš, kak je potem to, potem, ko je res na dolgi palici, ne, ko moraš kar nekaj betona imeti, ampak bom rekel, da sem delal potem te deadlifte, kar, ko sem prišel do 100 kil, prvo ponovitev, pa sem delal na tem, da sem progresiral, ne? In bil sem na neki točki, ko sem že 100 kilogrami tistimi, potem naredil tak 12 ponovitev brez nekaj večjega problema, ne? Moram bilo tisto obdobje glih tak, da sem, to je bilo iz srednje šole,
oziroma nekako sem potem iz srednje šole na faks je bilo to obdobje, in na faksu pa je bila neka taka mini telovadnica, neki mini fitness in sem se vseeno odločil, da bi pa jaz zdaj malo probal, glede na to, da imam 100 kg 12 ponovitev deadlifta, da bi jaz zdaj probal, koliko imam v enem box, ne. In ideja to glih ni najboljša, ne, ker ti, če delaš pa treniraš, tako kot sem rekel, specifika spet, ne, če delaš po 12 ponovitev, to niti približno ni isto dvojkicam ali pa enkicam, ne, za večjo težo, ne, ampak takrat sem pač mislil, ok, jaz to obvladam in grem jaz tisti fitness, se pravim, takrat še nisem imel trenerja, niti v bistvu nekako nobene osebe, ki mi bi prav pokazala forma, ne, tako da načeloma verjamem, da sem koliko toliko ok delal za te ponovitve, ampak pol, ko je prišlo do one rep maxa, ki sem ga potem v fitnessu probal, sem začel na primer z 100 kilogrami, to je šlo, pol sem kar skočil 120 in pol pa sem si rekel, meni 120 gre, zdaj bom jaz kar 150 probal, ne, in to je kar veliki skok, ne, kljub temu, da če imaš ti 12 ponovitev s 100 kilami, imaš ti neko osnovno moč, ne, ampak nikoli sploh v življenju nisem probal nekaj nad 120 ali pa nad 100, zato mi je to bilo pretežko za za sklepe, za vse skupaj, ne, in jaz dignem tistih 150 kilogramov, valjda tisto klasično, ko je ponovadi slika, če vidimo na Instagramu, kako je tisti pes, veš, ko je tako zvit, ne, ko res vlečeš, vleko, jaz sem to potegnil sicer gor, ampak čisto na vrhu, nekaj me stisnilo v hrbtenici, samo parle teži, jaz sem padel po tleh, bom rekel, da 21 sekund niti prav vdihniti nisem mogel, tako me je očitno nekaj stisnilo zadaj, pol, ko sem vdihnil, sem si vdahnil, sem rekel, ok, vse je ok, ampak pol, ko sem se vstal, pa sem čutil dejansko bolečino in ta bolečina je pol trajala, tako kot si rekel, sam pri sebi tu še eno pol leta ali pa 1 leto, ne. Jaz enostavno takrat po tistem deadliftu nisem mogel niti počepa, jaz sem delal takrat recimo pistol squate, to mi je bila zelo dobra, fajna vaja z lahtno težo za noge in jaz nisem mogel sploh narediti pistol squata, nisem mogel priti v tisto globino, ker takoj, ko sem jaz prišel malo bolj dol pod nivo kolena, me je stisnil, ne. Tudi, ko sem recimo vozil avto, mi je bilo zelo nelagodno na neko daljšo progo držati hrbtenico, nekako sem imel bolečino, ne. Pa tudi nisem takrat zdravniku šel, nekako sem mislil, to bo v tednu ni minilo, bom rekel, ni bila bolečina, tako od 1 do 10 je bila potem po tistem dogodku, naslednji dan, ne vem, 5 od 10, ne, pa potem se je manjšalo, ampak pol pa je bila ta 3 od 10 moč bolečine, pa se je potem vlekla 1 leto, ne, in me je kar oviralo pri nekih vajah, ne, in kaj sem hotel na začetku povedati iz tega nek nasvet, no, da enostavno je res, jaz razumem mlade, mogoče nekdo star 17 let, pa nima zdaj dovolj denarja, da bi si lahko plačal trenerja, ker pač zna trenerstvo osebno biti kar drago, ampak vseeno se mi zdi zelo pomembno, ne rabiš ti zdaj trenerja za 1 leto ali pa da te res skozi spremlja, ampak da si ga mogoče vzameš samo v smislu, da jim rečeš, a mi lahko pokažeš te osnovne vaje, dajmo deadlift, počep, da me pogledaš, kje imam težave, da ti ta trener to mogoče da neke nasvete, mogoče narediš 5 trenerstev skozi, kar bi lahko bilo dovolj, da ravno to formo dobiš in potem ti lahko nekako tudi sam dalje napreduješ, ne. To je en nasvet za vsakega mladega, no. Malo investirati v to, kljub temu, da razumem, da pač je malo mogoče denarna težava, ampak se splača na koncu, ne, ker zdaj, če gledam, če jaz ne bi imel takrat te poškodbe, bi lahko mogoče v tistem času dosti bolj progresiral, kot sem zdaj, ne, pa ne bi rabo enostavno se obadati s to bolečino, ki sem jo imel, ne. Kaj pa če, recimo, ki si omenil denarna težava, da bi nekdo poskusil pol z umetno inteligenco, z AI-jem trenirati, kaj pa to? Kakšen je pa glede tega? Jaz bom rekel tu, da jaz enostavno zdi se mi, da je ChatGPT ali karkoli pač se uporabljajo tega, da naredi zelo generične plane, zdaj je tako, če ti nimaš osnovnega znanja, ne, da mu ti znaš dobro napisati, kaj bi ti rad vedel, ti ne bo mogel pomagati enostavno, ne. To je vse posod, ne, tudi nekdo, ki je v marketingu, ki si pomaga pri marketingu z, ne vem, z AI-jem, bo mu AI dosti boljše pomagal, ker bo točno vedel, kaj not napisal, da mu da prave rezultate, ne. In zdaj, če ti nimaš osnovnega znanja, mu ne boš znal dati pravih navodil, da ti lahko dejansko naredi nekaj pametnega ven, ne. Zdaj, če si ti recimo zelo visok nivo trenerja, bi rekel, da ti lahko je to neka dober pripomoček, ti neke stvari olajša, ampak ti kot ti z tem znanjem, ki ga imaš, pa mogoče neke stvari mu daš noter, ne vem, neke svoje skripte, karkoli, ne, bo na podlagi tega ti znal zelo dobro pomagati, ne. Ampak tisto osnovni model, ko ti niti sam znanja nimaš, ne veš ga vprašati, pa
ni to tono, ampak čisto, če gledamo, zdaj čisto začetniška zadeva, tudi mi recimo, naprimer, takrat ni bilo ChatGPT, je pa bil YouTube, ne, zdaj dejansko, kaj je razlika, malo bolj hitre, vse skupaj, ne, ampak pobira podatke iz YouTubea, iz vseh teh socialnih omrežij in interneta. Mi smo takrat imeli YouTube, pa smo tudi pač takrat tako začeli, ne, smo gledali videe, kako trenirajo v Ameriki, takrat z lastno težo, kjer vaje so in si pač potem delal, ne. Teda za čisto osnovo, za čistega začetnika, da začne, ima lahko dobra pomoč, ampak tak na neki daljši rok pa po moje ti več ne more toliko pomagati, ne, kot ne. Tako da. Ja, s tem se čisto strinjam, točno to. Tudi sam opažam, ja. Kaj pa neke napake pogoste, tako pri začetnikih, ki smo prej rekli, da sta mi... Pa mogoče dokdaj je človek začetnik, ki začne s kalistenikom? Ja, začetnik... Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Začetnik si, dokler enostavno, ko se v bistvu ukvarjaš z nekimi... No, začetnik si tako dolgo, dokler dejansko moče delaš čisto te osnove, ne, osnovne. Potem, ko začneš, naprimer, bi rekel začetnik si, ko imaš, ne vem, 5 pull-upov, 20 sklec, potem kasneje, ko pa ti začneš dodajati neke težje elemente, naprimer, kakšen, ne vem, stojo, kaj takega bolj progresivnega, pa nekaj uteži pa to, pa že greš potem na naslednji nivo enostavno, ne. Zdaj, tvoje vprašanje pa je bilo čisto pozabo. Napake, ki so najbolj pogoste. Ja. Zdaj, kaj je najbolj pri kalisteniki, to vem, to mogoče tega fitnessu je tudi nekaj tega, ampak bi rekel sploh pri teh vajah, kot so pull-upi pa dipi, je tega ne več in predvsem vidim to, da večina, ko jih tako gledam po fitnessu, delajo naprimer pull-upe in delajo z premalim obsegom giba. Torej, ne, naprimer pri pull-upu, ne pridejo preko štange, ne iztegnejo čisto mišice na spodaj in naredijo te polovične pull-upe, ne. In s tem si dejansko zmanjšajo to hipertrofijo, ne, ki bi jo dejansko lahko naredili z lepšim obsegom gibanja, ne. To bi rekel, da je v bistvu neka največja napaka. Ja. Kaj pa pri dipu? Ja, pri dipu je isto tudi, ne, da recimo pri dipu pa je mogoče bolj specifika to, da se mi zdi, da jih večina to negativno fazo, ko ti si na vrhu, pa ko greš dol potem v dip, da grejo prehitro, da samo padajo noter, ne, da se ne opirajo tej gravitaciji, v bistvu, da greš lepo počasi v negativ in potem, če prehitro padeš na dol, je dosti večja možnost poškodb, ne. Tako da bi rekel, pri dipu je zelo pomembno, da kontroliraš to negativno fazo, ne, ekscentriko, ko greš na dol, ne, to je v bistvu moj nasvet, ne. Da lepo, isto potem kot pri pull-upu, torej, da imaš polni obseg giba, da na vrhu iztegneš roke, triceps, da se vidi zaklenjen, da greš potem, ko greš na dol, da so potem komolci pod rameni, torej, da imaš pravo globino in pa da kontroliraš negativo. To je pri dipu najbolj pomembno. Isto je potem pri počepu tudi, naprimer, ne. Ta kontrolirana negativa pa... Kaj pa predaleč dol v dipu? Ko sem tudi zdaj nekaj slišal, da naj bi bil problem. Tako, to bi rekel, isto je tudi potem pri počepu, ne, pri obeh, pri počepu in dipu. Jaz bi rekel, da je fajn, tudi če gledamo z vidika tekmovanja, ne, ti dejansko moraš trenirati tako, da je to čim bliže tekmovalnemu standardu, ne. In če je potem tekmovalni standard, da je, ne vem, da je potem, da so boki pod koleni in da so komolci pod rameni, je to čisto dovolj, kar ti rabiš, ne. In zdaj potem, če greš globje, dejansko tvegaš kakšno poškodbo, ne, tudi. Tako da bi rekel, da se čim bolj učiti ta tekmovalni standard, da greš do tiste globine, kot je pravilno in dovoljeno tudi na tekmovanjih in potem na tem potem delaš pa progresiraš, ne, to. Kako pa, kaj pa recimo pri kalisteniki najbolj pomemben? Mislim, se vem, da verjetno brez enega ni druga, ampak frekvenca, nek volumen ali tako intenzivnost. Ok. Zato smo že čisto na začetku govorili o tem, ko sem govoril, kolikokrat, da ugotoviš pri sebi, kolikokrat na teden lahko treniraš. Zato bi rekel, da od vseh treh dejavnikov, ki si jih zdaj omenil, je najpomembnejša frekvenca. Torej, da enostavno določeno mišico ali pa določen gib dostikrat
dovoljkrat na teden targetiramo. Bi rekel, da je čista osnova 2-krat na teden. Ne. Vsak torej deep pull-up, muscle up počep, da vsaj 2-krat ga naredimo skozi, ali pa potem, če gledamo nekdo, ko trenira bolj za hipertrofijo, pa da za neki izgled za mišično maso, da potem vsako mišično skupino targetira 2-krat na teden. To je potem tista frekvenca, da je dovolj, da enostavno pač enkrat na teden ni dovolj, da bi lahko bila neka progresija. To je potem za neko vzdrževanje, tako da moraš potem imeti dovolj frekvence. Enostavno. Potem, če govorimo, naslednja pomembna stvar je potem volumen, torej skupen volumen pomeni, volumen se računa, torej seti ponovitve krat teža, ne, pa zdaj, če pač ni teža, če je lastna teža seti krat ponovitve, ne, in da tudi potem volumen progresira, da imaš vedno več volumna, ne. Zdaj, če narediš več ponovitev, je to že več volumna, ko si naredil prejšnji teden, ne. To je druga. Potem pa ta tretja, tudi pomembna zadeva, ampak bi rekel od teh treh, mogoče najmanj, je pa intenzivnost. Kasneje, sploh kalisteniki, potem kasneje, ko obvladaš lastno težo, pa dodaš uteži, in potem torej na intenzivnosti, na teži, potem progresiraš, ne. Intenzivnost, zdaj, če gledamo, je bolj bi rekel zelo pomembno v streetliftingu, ko tekmuješ, ne, ker tako kot smo rekli, specifika, ne, večja teža, čim bliže one rep maxu, boljše je, potem kasneje se bolj preslika v tekmovanje, ne. Tako da, tak je neki vrstni red. Jaz sem malo preslišal tisto odgovor za globino dipa. Ja, tako. Omenil sem, da sta tu dve taki gibanji, torej dip pa počep, da se mi zdi zelo pomembno tudi sploh za tekmovalce, da se naučiš dejansko delati globino, kot je po tekmovalnih standardih, ne. Torej, ni potrebe, ne vem, po preglobokih dipih, počepih so načeloma večje možnosti poškodb in tudi potem kasneje si lahko mogoče s tem na tekmovanju vzameš neke dodatne kilograme, ki bi lahko dvignil več, če se naučiš dejansko. In to je tudi neka stvar, ki se naučiš, ne. Enostavno, če se ti snemaš, če vidiš, kakšno imaš globino, pa veš, če greš pregloboko, potem naslednji teden probaš mogoče malo više, ne. Načeloma je pri večini sicer problem, da ne grejo dovolj v globino, kontra, bi rekel, več procentov, ne. Ampak, če pa imaš to težavo, če pa imaš, ti greš v bistvu preveč globino. Jaz sem se, en video me navdušil, ta gimnastičen dip, ko gre čisto dol do štang. In sem jaz to začel delati. Gimnastičen na krogih, misliš? Na štangah. Na štangah, ok. Pač sam šli so čisto dol, ne. In sem jaz to začel delati in se polka šla teža gor, nisem odvadil. In sem delal mislim, še zmer, tudi ko sem svoj max poskusil, sem še zmer, ne vem, do 120 stopinj, 130 stopinj. Jaz imam isto težavo, mislim, sem imel isto težavo. Tudi, na primer, lani sem potem tekmoval na tem SNREPS tekmovanju in ko sem začel s pripravami, 3 mesece pred tem, sem se prvič snemal, pa sem jaz videl, da imam preveliko globino za tisto, kar je dejansko lahko kot standard, ne. In potem sem iz vsaki trening sem se snemal, pa sem potem počasi malo to zvišoval. In potem na tekmi rekel, nisem imel nobenih problemov. Vsi dvigi so bili veljavni, to pomeni, da si nisem s tem zmanjšal možnosti, da bi več zdaj failal, zaradi tega, da ne je bila dovolj globina, ampak če se res gledaš, snemaš, pa da se zavedaš te globine, potem ti je to boljše, ne. Pa eno vprašanje, tako, kaj se ti zdi, da je najbolj ključno za nek dolgoročen napredek v kalisteniki? Kaj je tisto, kar je najbolj pomemben? Specifično v kalisteniki? Jaz bi rekel, da je najbolj pomembno to, da se, zdaj, v kalisteniki bom rekel, da kot vidite, da imamo več različnih disciplin. Imaš moč, imaš držljivost, imaš tudi elemente, naprimer freestyle, te zadeve, da v bistvu probaš stvari in enostavno najdeš nekaj, kar je tebi najbolj pri srcu. In potem, ko boš ti delal točno to, kar je tebi pri srcu, boš to delal na dolgi rok in potem bodo tuji rezultati, ne. Ker če lahko tudi mešaš, zagotovo, ne, ampak če v nečem ne uživaš toliko, ne boš toliko treniral, ne bojo na dolgi rok taki rezultati, ne. Če ti neka vaja res ne leži, je boljš, da jo samo opustiš, ali še vedno? To je zdaj tak, ne, zdaj, če gremo zdaj, ko sem rekel prej, da si izbereš, ali imaš endurance, ali imaš moč, ali imaš freestyle, ne, zdaj spet
imaš potem, so neke tekmovalne smernice, torej moraš se držati, torej, če je neko tekmovanje, moraš delati vse 4 lifte in zdaj, če ti za sebe ugotoviš, da ti je najboljša moč, torej, da ti je najboljši street lifting in zdaj recimo delaš street lifting, pa ti počepi niso všeč. Tu zdaj potem ne moreš ne vem kaj narediti, moraš malo vsake da, pa greš, pa narediš te počepe, enostavno, na koncu se zna zgodi, da bo še vzljubil to, ne. Tako da, bi rekel iz tega vidika, pa pol, ko si enkrat to zbereš, pa pač moraš malo delati tudi včasih, kar ti ni všeč najbolj, ne. Da lahko si kompetenten z ostalimi, ne. Tako da. Kaj pa je najbolj pomemben, ko si osebni trener, ne? Kakšne lastnosti mora imeti trener in kakšne lastnosti mora imeti tisti, ki trenira? Ja. Da se nekaj... Zdaj, če gledam kot trener, zdi se mi zelo pomembno, da razumeš stranko, da razumeš dejansko, da niso vse stranke to, kot na primer si ti kot trener, ne. Ker tebi je to dejansko življenje, ne. Stranki pa se dejansko dogaja življenje in jim je trening nekaj znotraj tega življenja, ne, tista 1 ura, ne. In ti moraš razumeti, da pri stranki se bo zgodilo, da kdaj ne bo mogla priti trening, da ne bo imela motivacije, ker na primer jaz pri sebi vidim, da tudi ko ni motivacije, ker toliko v tem uživam, jaz pač naredim, ne, imam tisto disciplino, ne. Bom rekel, pri strankah pa moraš upoštevati, da včasih te discipline ni in moraš ti kot trener biti tisti, da jih dejansko malo spodbudiš pa motiviraš. Če glih to vsem trenerjem ni najbolj všeč, ne, večina trenerjev bi radi samo, da pač se ukvarjajo s tistim trening planom, naredijo vse tako, kako je po planu in da vse lepo tekoče poteka, ampak ko ti, to sem tudi jaz iskreno mislil, preden sem dejansko začel živeti od trenerstva, ne, ampak pol, ko pa začneš na dnevni bazi imeti stranke in delaš z njimi 1 na 1, enostavno vidiš, da pride dan, ko jih sploh ni. Na primer, ne. Ravno včeraj sem imel primer, stranka bi mogla priti ob 7, pride pol 8 in mi pravi, glej, jaz ti povem iskreno po pravici, pol 7, no, mama in hči, pol 7 smo se zbudile, nama ni bilo, smo se še malo zadremale, enostavno, smo malo zmedile, sicer načeloma ni bil taki problem, smo pol ure naredili, pa sem povedal, kako za naprej, ampak sem razumel situacijo, ne, da se zgodi, ampak se mi je v tem primeru zdelo že to zelo dobro, da so potem sploh prišle, ker lahko sploh ne bi prišle, ne, enostavno. Tako da to, bom rekel, zdaj, če se mogoče malo izven 1 na 1, pa gremo mogoče na kakšne skupinske treninge, bi rekel, da v skupinskih treningih pa je zelo pomembno to vzdušje, da ti ustvariš neko pozitivno atmosfero, da jaz na primer zelo se potrudim med skupinskimi treningi, da je neka dobra glasba, da nas že to motivira, ne, da malo prilagajam. Zdaj na primer, ko razlagam nekaj vaje, malo stišam, malo drugačna glasba, potem ko pa se dela, ko res so v nekem tistem efektu, ko trenirajo, pa mogoče malo glasnejša glasba, malo bolj živa, da je skozi energija prisotna, ne. Zdaj, če gledam tudi skupinske treninge, pa tudi 1 na 1 mi je zelo pomembno, meni osebno to je taka malenkost, mogoče meni je pomembna 5 na koncu, dobra 5, da ti stranki daš 5 in s tem mi daš občutek, da je naredila dober trening, da je kompetentna, da je dejansko nekaj naredila dobro za sebe, ne. Teda to, zdaj pa z vidika stranke. Z vidika stranke pa je pomembno torej, da stranka v bistvu tudi vloži dejansko sama sebe v ta proces. Ker zdaj največji problem je to, da si ti začneš z osebnim trenerstvom in potem ti pričakuješ, da da imaš trenerja za to, da ti vse naredi in potem prideš domov in je pač vsega konec, ne, da tista 1 ura in je to, ne. Ampak to je največja težava ravno pri trenerstvu, zato ker to je neki proces, ki zahteva tebe v celoti, ne, zato je tudi toliko težje, ne, enostavno, ker ti narediš tisti trening, moraš priti domov, pa še potem vseeno moraš pogledati malo, kaj se dogaja v ostalih dnevih, ne, ker zdaj tiste 2 uri ali pa povprečno imam na primer trenerstvo 1 na 1, 2-krat na teden, ne, in zdaj v tistih 2 urah lahko res kar dosti načeloma narediš, ampak kaj se pa dogaja v preostalih urah, ki so v celem tednu, ki jih je dosti, ne, pa je dejansko to, kar naredi potem razliko, ne. Tudi to, da dosegaš potem neke dnevne korake, da je potem neka vadba tudi izven tega, ne.
pa tudi, da pač popazijo na prehrano, ne? Da imajo tisto odgovornost, da enostavno poročajo zadeve, kaj se dogaja čez teden, ne? Naprimer, rečem stranki, daj spremljaj mi, jaz razumem, ne moreš zdaj vsak dan vsako hrano mi slikati, vsega pisati, ne? Ampak je rečem, da ima v tem tednu probati 3-krat na teden, imamo, ne vem, ponedeljek, sreda, petek, ali pa ne vem, ponedeljek, sreda, pa en dan za vikend, ker je ponovadi vikend malo drugačen, da dobim neki vzorec in rečem, daj vsaj 3-krat na teden, malo več energije v to vložiti, da mi spremljaš pač dejansko kakšna je tvoja prehrana čez teden, ne? In če enostavno stranka tega ne naredi, lahko še en cajt mogoče probaš motivirati, pa rečeš, glej, drugače ne bo šlo, ampak če na neki točki potem vidiš, da tega enostavno ne dela, enostavno ne moreš pomagati, ne, to je vse posod to tak, ne, tako da bi rekel, tako, ko si me vprašal z vidika stranke, je pomembno to, da se sama zaveda, da je to nek proces, kljub temu, da si ti misliš, itak je že v osnovi nasploh drago, ne, ampak kljub temu, da se tega zavedaš, moraš zraven zavedati, da je težko tisto obdobje, ker to je neki začetek in vsi začetki so težki, ne, in kasneje potem, ko boš te stvari usvojil, pa ko boš dejansko delal na sebi, bo to toliko lažje, ne, in potem bo ti ta investicija vredna, ne, ker kasneje mogoče čez 3 ali pa 5 let ni nujno, da več potrebuješ trenerja, ne, lahko ga še vedno imaš, ker ti je to zanimivo, ker še vedno imaš rad, da ti nekdo planira treninge, pa imaš rad to izkušnjo, ampak če ti daš sebe dovolj v proces, lahko ti v nekem določenem obdobju 1 ali pa 2 let dobiš toliko znanja, da potem znaš sam živeti s tem dalje, ne, s temi navadami, zdravim življenjskim slogom, ne. To je. Kaj pa nek začetnik, a je za njega boljš, da ima bolj skupinske treninge ali ker takoj osebno trenerstvo? Ja, tu jaz vedno svetujem pri začetnikih osebno trenerstvo. Zaradi tega, ker recimo imam skupinsko vadbo, pa imamo stranke, ki mogoče so že en čas not in ti priključiš nekega začetnika te skupine, ne, in to niti približno ni isto in zdaj je tak, v tem fitnessu, ko jaz delam, pravim fit, je tako, da nimamo teh klasičnih skupinskih vad, kar tudi meni nikoli ni bilo všeč, pa mogoče verjetno tega niti ne bi izvajal, ker ime skupinska vadba pomeni, da lahko pride v skupino več kot 10 ljudi, lahko je 10, 15, včasih mogoče v 80-ih ali pa mogoče še 10-15 let nazaj je to bilo skupinska vadba, je bilo 20 ljudi, ne. To je bilo z vidika financ in tega je bilo za trenerje super, ampak z vidika strank pa je bilo to lahko problematično, ne. In tudi pri nas v Prime Fitu nimamo skupinskih vad, če vam je znano mogoče izraz semi-privat vadbe. Semi-privat pomeni, da je nekje 6 oseb, to je maksimalno, kar jih je v skupini, ne, se zgodi mogoče 7, da kdaj pride, pa ne moreš drugače uskladiti urnika, ampak že to bi jaz rekel, da naprimer, če imaš 6 oseb, ne, ti kot trener gledaš 6 oseb, neke stvari boš izpustil, ne, in zdaj res je, da mogoče takrat, ko že imaš neko skupino, ko je uvedena, se mogoče ne toliko obadaš z njimi, pa tega začetnika lahko malo bolj pogledaš, tako da načeloma se da, ampak vseeno potem svetujem, ker tudi če jaz pogledam začetnika v skupini skozi tisto 1 uro, ko jaz vseeno še moram razlagati vaje drugim, pa vse, enostavno ne morem popraviti nekih stvari, medtem ko v osebnem trenerstvu pa midva lahko tisti program čisto pustimo, ne rabimo sploh iti skupaj, mislim tisto, kar je po programu, pa gremo delati to, kar je njemu pomembno. Zdaj, naprimer, pride stanka čisti začetnik, ima težave naprimer z gibljivostjo gležnjev ali pa ne vem, nima dobre zaznave medenice in ti, če imaš skupinsko vadbo, ti takrat ne moreš kar si vzeti časa za njega, pa dati ven iz skupine, pa delati vaje da izboljša to zaznavo in te zadeve. Medtem ko v osebnem trenerstvu pa vidiš to težavo, pa lahko si rečeš, glej, zdaj ne bomo šli po planu, bomo naredili to, da boš to izboljšala, da bo potem ti treningi, ki so v osnovi narejeni, da jih potem lahko potem izvajamo tako treba, ne. Tako da. Ampak recimo, če je pa nekdo tekmovalen zelo, ali je pa mogoče zelo dober, da bi bil v tej semi-privat, da se pa lahko nekdo, ki se ful hoče primerjati, pa to dobro vpliva na njegov napredek. Ja, nasplošno so semi-privat vadbe dobre ravno zaradi tega, kot si rekel, ne, torej
Rekli sicer največja večina, 80% strank, zakaj gre vsemi, je to, da imajo tisto vzdušje, pa da dejansko neko druženje tudi, ne? Ker tako kot sem rekla, da ti je pomembno, sem rekel, da je najbolj pomembno, da imaš ti neko konsistenco skozi leto, ne? In če ti greš skupinsko vadbo, pa se ti ljudje tam všeč, pa imaš neko skupnost in ti je to neka stvar, ko komaj čakaš po službi, da prideš, ker se vidiš s tem pa tem, pa imate neke pogovore, pa še dejansko nekaj dobrega narediš, je to nekaj najboljšega, kar pač je, ker imaš to konsistentnost, ne. Tako da, ja, pa tako kot si rekel, je zelo dobro tudi glede tekmovalnosti, ne, ker lahko malo, sploh bom rekel, sicer je tako, recimo gledam pri sebi, razlika med moškimi in ženskami, primer, ne. Pri moških vidim, večinoma je to, tako kot si rekel, zelo tekmovalnosti dosti in mogoče precenijo svoje sposobnosti in grejo malo prek sebe, ne, jih moraš malo štelati, ne. Rečeš, dajmo reči delati na pravi ponovitvi, ne toliko teže, da bomo malo vzela dol, ne, čeprav ko si enkrat naloži, mogli jih nočem dol vzeti, ne, ker je pol mogoče neko, jaz sem se naložil, se pa mi je vzel dol, to ni dobro, da vidijo, ne, mogoče nekdo tako razmišlja. Pri ženskah pa bi rekel, da enostavno je dosti krat to, da podcenijo svoje sposobnosti, ne, pri njih pa včasih kar moraš malo doložiti, ne, ker če jim ne bi doložil, bi mogoče ostale na 50 kg deadlifta naslednjo leto, ne, tako da, ja. Ja, sej pa še odgovorim na eno moje vprašanje, ki je bilo razlike med fanti pa punci. Ja, to predvsem, ja. To predcenito ali pa podcenito, ne. Ampak bom rekel, da je to mogoče bolj na začetku, kasneje, potem, ko že en cajt trenirajo, ne, pa ko je že neka community, pa to pa tega več niso, si vedno bolj podobni, ne. Znajo tudi boljše oceniti svoje sposobnosti in se temu prilagajati, ne, tako da. A pa je več takih, ki se precenijo ali podcenijo na začetku? Na začetku podcenijo, ja. Podcenijo. Ja, tudi bi rekel nekateri moški, ja, načeloma, ne. Več, ja, podcenjevanja. Zanimivo. Ja. Ker ne veš, če je forma v redu. Ja. Tako, ja. Jaz tudi pri sebi zdaj mislim, sem 80 kg sem dvignil, samo ne vem, če je bila forma v redu, ne? Ja, točno to. To je tisto bolj, ja. In rabiš nekoga, da te malo pogleda, ne. Ker tudi pri nekih vajah, ko jih delaš, tudi če imaš neki špegel, skoraj ne moreš vsega videti, ne. To je že z tega vidika, ko se prej omenja, mogoče fajn imeti 1 na 1, da te nekdo dejansko pogleda, ne, kak ti delaš, ne. Z vseh kotov te lahko gleda, ne, sam sebe enostavno ne moreš, ne. Sploh, če govorimo, naprimer, to sem prej omenil medenico, ne, ti ne moreš videti gibanja svoje medenice. Tudi, če si tako ob strani delaš deadlifte, vseeno boš malo zgrešil, ne, kot če te nekdo drugi gleda, pa ti točno pove. Ali pa, edina opcija je potem snemanje, ne, takrat se potem lahko iz raznih kotov snemaš, ampak še vseeno. No, sej to me zanima, kako lahko, na kakšne načine vse lahko oceniš svoj napredek. Svoj napredek, ja. To. Zdaj, ocenovanje napredka, če gledamo samo kot napredek, je to, tako kot sem rekel, da ko smo se čisto na začetku pogovarjali, da si pišeš, kar delaš, ne. Da si pišeš torej ponovitve, da si pišeš teže. Zdaj, da boš čisto vsako vajo spremljala, to ne bo šlo skozi, ampak da si spremljaš te glavne vaje, ne. Torej, dipi, pull-upi, vse te kompleksne vaje, počepi, deadlifti in si pišeš teže, pa potem, ne vem, personal records, naprimer progresija v teži, ali pa si pri isti teži naredil več ponovitev. To je v bistvu ta osnovna zadeva, ne, ko je res lahko vidimo, ne. Druga stvar pa je, da se ocenjuješ tako, da se snemaš, ne, in potem vidiš, kakšna je izboljšava v tehniki in na splošnem gibanju. Bi rekel tudi, naprimer, pri počepu lahko vidiš hitro razliko, lahko je ista teža, iste ponovitve, si naredil, ne vem, maja si naredil 80 kg počepa, 6 ponovitev, čez 2 meseca si naredil isto težo, iste ponovitve, pa si se snemal, ampak vidiš, da mogoče kasneje pa si dosti hitreje mogoče naredil to koncentriko, hitreje si prišel iz počepa na gor, bolj si, naprimer, kontroliral negativno fazo in je tudi to napredek, ne, ki ga je fajn spremljati, ja. No, sej recimo zato pa sam mislim, da je umetna inteligenca ful dobra, da si lahko beležeš pa da analizira objektivne stvari. Čeprav po drugi strani pa spet mislim, da če imaš trenerja, je pa spet na nek drug način to, da ti on pove, kakšen je tvoj napredek. Je res, ja. Jaz sicer zdaj ne vem, glede tega še enostavno nisem probaval, kak je napredna inteligenca glede tega, da se na primer snemaš, pa da to ne vem točno, ne. Posnetkov ne more analizirati, če?
po moje ne toliko, Ne, da bi, zato da bi ker- res z natančnostjo. Verjetno, mislim, koliko vem, Vsak frame posebej lahko. Ja, tako. In pol iz tega lahko pridejo neke težave, ki jih, ne vem, oko drugače vidi, ne. Tako da ni glih čisto natančno, ne. Verjamem, da se lahko to razvije z leti, ker vem, da neke aplikacije so, tudi naprimer, če se navežem nazaj na streetlifting, ki je neka ideja prišla pol leta nazaj, smo se pogovarjali na evropskem tekmovanju z temi, ko imajo prek ta evropska in svetovna tekmovanja, da bi bila v bistvu ena aplikacija, ki pač imaš ti, itak normalno bi še vedno bili sodniki, tako kot jih imamo zdaj 3 sodniki, ampak imaš to aplikacijo kot 4. sodnika, ne, in da dejansko potem ta analizira ta gib in potem odloči, če je bilo veljavno ali pa ne, ne. Torej, dejansko imaš atleta in potem jih nekako po teh končinah so črte in potem naprimer lahko dejansko vidiš, če je črta, koti, tako, in lahko vidiš, če je dejansko bila globina dosežena ali ne, ne. Ja bi rekel, da je potem so bili pogovori o tem, ampak mislim, da se je zdaj to vse skupaj malo ustavilo, ker še ni tako natančno, da bi lahko to potem imeli kot za ziher, ne, da bi lahko to ocenjevalo gibe. Ampak kot neka asistenca, če so 3 sodniki, pa če nekaj rabiš ravno tisti kot, ti mogoče lahko tisto lažje primerjaš z očesom kot tisto, kar je na hitro, ne, brez tistih kotov pa črt, ne. Ja, isto, ja, če se tako. navežem isto na Ja. kolesarstvo, ti lahko vse to s temi koti se Ja, ja. posnameš in potem Ja. ti umetna inteligenca oziroma programi za to točno povejo, Ja. kako rabiš sedeti recimo na kolesu, da si v pravi poziciji. Ja. Evo, jaz imam recimo težavo pri kolesarjenju, se pravi, ne ukvarjam se mogoče toliko aktivno kot naprimer ti za kolesarjenje, ampak s kolegi gremo, bom rekel, 2-krat na teden na kolo, eno krajšo pa eno daljšo turo. Jaz imam osebno težavo, enostavno, da po moje nimam čisto v redu kolesa nastavljenega, ker se ne toliko ukvarjam s tem in na nekih 20 km kasneje me začnejo mravljinci dobivati v rokah in prav moram stresati, ne. Bolj sem se pogovarjal z tem mojim kolegom in je rekel, da si je on takrat se je slikal zraven kolesa, poslal ChatGPT-ju, poslikal celo kolo in me je dal neke smernice, kako si nastaviti višino, kako si nastaviti, ne vem, nasploh zic pa to, in je rekel, da od takrat je v redu. Jaz se zdaj nisem tega probal, tada bom mogoče, ker imam neke težave, zdaj če bo šlo super, če pa ne, pa bom pač mogel iti prav, ne. Ja, ampak verjamem, da se da, ne. Ja, verjetno to mravljinci, da preveč sloniš na rokih, preveč teže Ja, na roke. verjetno imam, ali imam zic previsoko, ali nekaj. Ali pa prekratek pa to, rič med ja. zicem pa Ja, balans. pa to se da spreminjati, ne vem, točno. Ja. Ja, to se da potem balansovati. Ampak Ja. tle je, kaj sem hotel reči. Na katero stvar sem se mislil najprej navezati. Zdaj smo se najbolj... Zagovoril. Najprej recimo na ocenjevanje tehnologije teh dvigov pa to. Ja. Jaz mislim, da je letosno še svetovno prvenstvo nogometov dokazalo, da nismo še tam, da bi tehnologija Da je opazil. Ja. ocenjevala, pa to jaz mislim, da v kalesteniki niti ni po te potrebe, Ne, se strinjam. da bi karkoli dodajali Je res, ja. v ocenjevanje. 3 sodniki, Tako, je za to, ja. vsi Ja, 3 čisto super. obvladajo Ja, svojo... Tako, ja, res je. Um, Tako. Pa potem vedno manj ljudi, imaš manj skupnosti, manj povezovanja, to na koncu je to lahko dobra stvar. ni to namen, ne. Ja, res je. Ja. Čeprav, zdaj, če gremo malo glede tekmovanja, kar težavno organizira tako tekmo, ker res potem, da imaš res po teh standardih, ko jih pač mi moramo slediti za evropska svetovna tekmovanja, rabiš ogromno ljudi, ne. Zdaj, če mogoče, zdaj sem kar sam začel temu. No, lahko Glede jaz sem tekmovanja, mislil vprašati, ja. Tako recimo razmišljam v smeri glede naprimer streetliftinga, ne, mi imamo 4 lifte, ne, in zdaj tekmovanje, če ga začneš, če gledamo samo vidik enega tekmovalca, ne, zjutraj začnejo, zjutraj je tehtanje ob 7, neko 1 ura, potem pa ti tekmovanje traja tam od 8 do 2, to je kar intenzivno pa naporno, ne. Zdaj pa ti kot organizator, potem če želiš spraviti vsaj nekih 42 tekmovalcev, naprimer kot primer, mi smo zdaj na zadnjem junija v Kranju, ko smo imeli kvalifikacije za to evropsko tekmovanje, ki bo letos v Parizu, smo imeli 42 tekmovalcev, je potekalo čez 2 dni, na dan je torej tekmovalo 22 tekmovalcev in to je potekalo od 8 do 5, ne. In zdaj dam mogoče primerjavo, mi smo imeli torej za 2 dni smo imeli 42 tekmovalcev, vsaki dan pa je na tekmi moglo delati, bom rekel, in karkoli prispevati, da tekma lahko normalno poteka 30 oseb, ne. In ti dobiti toliko oseb je kar
težavno, ne, zato tudi, če si mogoče opazil, kdaj damo kako prijavnico ven za prostovoljce, da se lahko Ja. prijavijo, ker enostavno zdaj ta core ekipa, ko smo res v tem, nas je 10, ne, ampak to smo res te osebe, ko res vemo vse, kar se dogaja v streetliftingu, mislim, da večina od teh je tudi ima licenco, prav to uradno za sodnike in vemo točno, za kaj se gre, ampak še vedno rabiš osebe, ki ne rabijo točno vedeti vsega, ampak kljub temu lahko pomagajo kot nalagalci, kot spoterji, kot zapisnikarska, ne, in rabiš res ogromno ekipo ljudi, ne, tako da z tega vidika, pa z vidika časovnice je kar težko organizirati, ne, če mogoče mičkeno primerjam s powerliftingom, je nekoliko lažje, ker imaš 3 dvige, ne, so 3 lifti, je dost, bi rekel potem, za isto število tekmovalcev je potem 30% manj časa, vse skupaj, ne, tako da jih lahko v en dnev več spraviš skozi, ne, to so to neke države, ampak moram pa reči, da zdaj trenutno na tej točki, kot smo, ta core ekipa, pa v bistvu od teh 10 smo 4, ki smo tudi, v bistvu imamo CSP, pa smo osebni trenerji, in tudi imamo zelo nekako, res želimo to razvijati, pa res aktivno delamo na tem, in bom rekel, naprimer, ko imamo tekmovanje v Kranju, glavna oseba, ki je v Kranju doma, jaz naprimer Ptuja, jaz nekaj stvari ne morem organizirati v Kranju, ne morem toliko ljudi poznati, toliko jih dobiti, in naprimer David iz Kranja je enostavno dobil 50% ali pa več teh ljudi, da je dejansko lahko tekmovanje šlo skozi, ne, in brez tega enostavno ne bi šlo take tekme spraviti skozi, ne. Tako da, ja, ampak tako kot smo se, preden smo začeli snemati, pogovarjala, je ogromno enega dela v ozadju, ko je tudi ni samo na dan tekmovanja, pa dobi tudi samo ljudi, ampak tudi vse ostalo 3 mesece pred tekmovanjem, ne, zbrati sponzorje, vsi pogovori, ki potekajo v ozadju z vsakim sponzorjem, potem vse prijave, stik z tekmovalci je kar ogromno. Potem na dan tekmovanja, ko pa to poteka, je potem najlažji del in najbolj zanimiv pa zabaven, ne. Teda v bistvu komaj čakam, da pride dan tekmovanja, ne, ker vse ostalo pred tem potem je malo bolj, bi rekel, dolgočasno, kako ne rečem, moraš enostavno narediti, dan tekmovanja pa je res potem, ko se začuti tisto vzdušje, ko se nekdo tako dolgo pripravlja za tekmovanje, pa pokaže tisto, pa tudi zdaj sploh, ko imamo te tekmovalce iz tujine, ko bi rekel, da so to res visoki rang, naprimer na tem tekmovanju, zdaj junija v Kranju, torej so bile kvalifikacije, vsi skupaj iz tekmovanja, mislim, da je bilo 5 tekmovalcev, ki so potem zdaj prišli na evropsko tekmovanje v Pariz, ne. Od tega, zdaj mogoče lahko omenim, pa pohvalim, tudi sta našla 2 Slovenca, torej David Miličevič pa Ana Grimšičar, sta se uvrstila na tekmovanje, tako da bom rekel tudi, da imamo v Sloveniji konkurenčne tekmovalce za svetovna pa evropska tekmovanja. Ja. David je Še kaj? pod 100, ne? Mislim, da je plus 100. Plus 100. Plus 101, ja, tako. Ja, tako. Se pravi, plus 100 je ena odprta kategorija. Ne, to je bilo včasih, zdaj pa so potem dali še potem do 120. Še do Tako, 120. ja, tako. Le zaradi koga. Ja, recimo so nekateri tekmovalci, ampak ja, tu pa je potem največja težava, tisti imajo zelo dober počep in vse, ne, ker mes, ampak imamo malo težave pri maslapu, ne, tako da pri teh tekmovalcih, ko so nad 100, sicer David recimo, on je, bi rekel, mogoče po mojem med izjemami, ne, ker ima zelo visok maslap, ne, tudi na tako težo, če se ne motim, je bilo prek 35 ali nekaj takega, je to ogromno, ne, ampak tam tiste res ta zadnje kategorije, pa potem maslap, samo da gre skozi 5 kg, pa lastna teža, samo da naredijo, pa potem nadoknadijo kar na teh pull-upih, dipih, počepa, tako da, ja. Tekmovanja so pa bodyweight, sets and reps, pa weighted. Tako, zdaj, torej streetlifting, ne, to je na moči, One Max, potem imamo kalistenika, endurance kalistenik, bi rekel, ne, torej endurance zdržljivost, ne, ki jo delimo potem na weighted kalistenik, pa bodyweight kalistenik, ne. Torej, bodyweight kalistenik je, torej morajo biti gibi brez teže, samo lastna teža, potem weighted kalistenik pa se doda neka teža, potem neka normalna srednja teža in potem tudi za ponovitve, ne. Zdaj, mi smo tudi takrat že to, kar smo 2020 začeli, to še imamo zdaj.
In sicer pri bodyweight sets and reps imamo muscle-upe z lastno težo, dipe z lastno težo in pull-upe z lastno težo. Medtem, ko je weighted calisthenics, so pa dip za 50 kg, pull-up za 30 kg in pa pistol squati za 16 kg za ponovitve. Torej, to je nek naš standard, naša klasika. To v bistvu nikjer ni, rekel, to smo mi takrat začeli, pa kar konsistentno je potem zdaj že 2 ali 3 leta zapored na Alejo. Rekel, ko smo prišli na Alejo, takrat je se naredil neki boom. Malo smo na začetku bili v nekih parkih, ki so malo, naprimer Smlednik, Križa in to. Je bilo sicer res community, je bil super, ker ti, ko v tem tekmujejo so bili, ampak ni bilo nekih oseb, ki ne poznajo calisthenics. Zdaj, to se je ravno z Alejo v bistvu spremenilo, ker so prišli tudi ljudje, Aleja nam je tudi zelo pomagala za reklamo, recimo po celi Aleji, ko imajo te panoje, in so tudi prišli ljudje, ki sploh niso v tem, pa so malo če slišali, pa jih je zanimalo. Tako da takrat je to tudi kar napredovalo in to nam je tudi pomagalo, da so čisti začetniki prišli na ta sets and reps. Zdaj pa še mogoče lahko dodam ena disciplina, ki je v sklopu tega. Torej ta sreditev tekmovanja, svetovna in evropska, ima organizacija, ki se reče Final Rep. To je ta organizacija, za katere potem mi tudi delamo kvalifikacije za svetovno evropsko prvenstvo. In zdaj v zadnjem letu so začeli, prej so imeli samo streetlifting, zdaj so pa začeli z endurance calisthenico. To je nekaj takega, mi še nismo zdaj vpeljali, pa letos še tega ne bomo imeli. Moja stranka pa jaz sicer bomo v tem tekmovala, gremo v Avstrijo avgusta. So pa naredili kar zanimivo shemo. Kak? Žiga, tako ja, on je insane tudi atlet, ja. On je zdaj trenutno, ta endurance, se bom ga razložil, je tak, da 15 najboljših moških pa 15 najboljših žensk, torej iz celega sveta v celotnih teh tekmovanjih, ki zdaj potekajo čez poletje, se potem uvrstijo na Champions League, kao klasika, ki bo potem prvič, torej letos jeseni, in on je trenutno, mislim, da na 8. mestu, tako da ima dobre šanse, da ostane v tem, pa potem, da pride na Champions League. Izmed vseh tekmovalcev pa je do zdaj, naprimer, bilo nekaj čez 400, 450. To je res visoko žiga, no. In ja, ta League of Reps pa potem spada pod Final Rep in je tudi potem isti sistem, uporabljamo isto aplikacijo, tako da je zelo, bom rekel, razvita zadeva. Imaš pa 4 minute na voljo in v teh 4 minutah ti moraš narediti maksimalno število, torej pull-upi so, potem greš dipe, squat jumps in pa push-upi. Zdaj tako, da ko eno vajo začneš in jo dokončaš, greš na drugo, potem nazaj več ne moreš. Torej začneš z pull-upi, naprimer narediš prvi set 10 pull-upov, potem 5, potem še 3, naprimer zaključiš 18 pull-upov, greš na tipe, več nazaj ne moreš. Potem greš dipe in potem vse ostale vaje po vrsti. Ti imaš 4 minute, v teh 4 minutah čim več ponovitev zbereš. Edino, kaj je potem catch, je to, da pull-upi so vredni 4 točke, dipi so 3 točke, squat jump je 1 in pa skleci 2 točke. Tako da je tu zelo zanimiva zadeva, da si lahko prilagajaš temu, kar tebi gre dobro. Zdaj, naprimer, Žiga ima tu veliko prednost, predvsem zato, ker je puller, totalno. On porabi, zdaj, zadnje tekmo smo celo tako testirala, pa ma je dobro šlo, ampak malo so ga te sodniške ukazi in to ga je malo zgubilo ponovitve, ampak na splošno mu gre ta sistem, ker se to je tudi, ti vseeno moraš vsako ponovitev, vsaj eno ponovitev narediti. Torej, ni zdaj, da bi čisto spustil squat jumpe, vsaj enega moraš narediti. Ampak sem se odločila, ker je tako dober puller, pa tudi dipi mu grejo, da mogoče ne zapravljamo časa s squat jumpih, ker enostavno ni tako dobro v squat jumpih, pa ne trenira toliko redno nog, je tudi čista kalistenika, samo park in ni nikoli hodil fitness. Da smo se odločili, da bomo testirali sistem, da dela čim več pull-upov, ker mu to gre, ker mu lahko največ točk nabije, in pa potem še dipe. In je v bistvu od teh 4 minut, mislim, da je nekaj čez 2 minuti preživel samo na pull-upih, ampak si je res dosti točno nabral s tem. Pol pa je še šel na dipe, na koncu je toliko časa imel, da še vsaj en squat jump naredil ali 2, na koncu pa še nekaj sklec, koliko me je ostalo do 4 minute. Tada hočem povedati to, da je zelo pomembno, da prilagajaš strategijo temu, kar tebi gre. Zdaj pa, če da recimo svoj primer, meni pa osebno pull-upi, mogoče ne grejo toliko, smo vedno delali težave, pa niso moja najljubša disciplina, ampak imam pa zelo močne in zdržljive noge, to mi je vedno, in pa dipi mi grejo zelo dobro. Tako da recimo svojo strategijo prilagodil temu, da
manj časa porabim na pull-upih, naredim max kar lahko, pa da se ne najbolj utrudim, da še imam nekaj moči za dipe pa squat jumpe in potem na koncu še mi ostane za sklece, ne. Tako da, to se te zdaj razvija, ne. Ampak tako kot si rekel, osnova moč, endurance pa freestyle, to sem še mogoče pozabil. Ne, freestyle pa je gimnastika, ampak gimnastika v calisthenic park, ja. Tako bi rekel, prilagojeno temu. Zdaj tako, bom rekel, po svetu je kar razvita, nisem se toliko Verjetno najbolj na svetu do vsega. Bi rekel, od te calisthenica moči celo najbolj, ja. Zdaj pri nas je bilo tako enostavno, bi rekel, da mi smo začeli to takrat, community je bil vzpostavljen, jaz osebno nisem toliko nikoli freestyle delal, da bi se točno spustil v to, zato sem vedno nekako iskal neke sodnike, ki so mogoče včasih tekmovali, pa jim je šlo in potem je prišlo do nekih določenih težav, nisem mogel vskočiti zraven, ker nisem mogel pomagati, nisem sodnik, ne spoznam se toliko na to in smo potem na neki točki malo to zaključili, ne. Ampak gledam z vidika tega, da tudi so po tujini tekmovanja, zdaj je bilo na primer v Avstriji, so tudi bili naši pač iz Slovenije 3 tekmovalci, tako da je pač poskrbljeno za to, nekako mi več tega ne izvajamo, ampak je ta freestyle kar lepo za videti, ne, to je predvsem, daje lepoto tuji calisthenici, ne. Jaz, ko sem bil zdajle v Španiji, sem bil na štangah, pa so bili v glavnem freestylerji. Freestylerji, verjamem, ja. Noben ni delal, tako kot jaz, ali na ponovitve, ali na... Ja. Zanimivo. A to si bil prav v Barceloni, tam na tistih zelenih štangah? Madrid, ok. Ja, Madrid. So kakšne štange ob morju, ali tako malo bolj? Madrid je center Španije. Center, ja, tako je, tako. Ja, v Barceloni so zelo znane, tam ob morje tiste zelene, tam je full dosta ljudi. Ok, zanimivo. Jaz bi, sicer ne vem, če je to za podcast, meni se zdi, da bi bilo lahko vsem zanimiv. Mogoče te prosim, če malo, recimo, da meni svetuješ, kaj se bi mi zdaj najbolj splačal, pa mogoče se staviš nek tak načrt, če bi jaz se zdaj odločil, pa da grem na svojo prvo street lifting tekmovanje. Ja, ok. Tako, zdaj, če bi šel, zdaj recimo neko časovnico, da bi šel mogoče že, zdaj smo julija, bi šel mogoče že novembra, ali bi bolj gledamo na neki daljši rok drugo leto junija? Drugo leto junija, zaradi tega, ker bi po moje noge rabljen več časa za napredek. Tako je. Ja, prva stvar, ko smo že prej rekla, moraš iti gym, pač ni druge, ne. Razen, če boš si doma naredil neki squat rack, pa tudi možno, ne, saj squat racki se dobijo načeloma za kakih Ne bom. Ne boš, ok. Če bom imel dostop do fitnessa. Ja. Imate kaj tu v okolici, kaj bližnjega tak? Ja. Jaz sem blizu, imam en fitin, pa je en šolski, pa je ena opcija še od faksa, recimo. Tako, ja. Torej prvo, ko smo rekli že na zadnje, pa smo že mogoče malo dala skozi, da se odločiš, kolikokrat na teden bi treniral, ne. To je zdaj glede na to, da si zdaj 6-krat na teden, pa ti ni bil problem, koliko časovno je to potekalo, po urco 15? Nikoli samo uro. Vedno več kot uro. Ja, ok. To pomeni, da imaš ti zdržljivost, imaš konsistenco, niti problem trenirati, ne. Z veseljem treniram. To je super, ja. Tako da, mogoče bi potem tudi celo obdržal 6 dni, ne. Zdaj, tako kot smo rekla, prva stvar torej, da greš v fitness, zdaj, če bi potem ti bil cilj, da dobiš najboljši total, torej street lifting, da izboljšaš vse lifte, vsaj 2-krat od tega bi ti rekel, potem, če bi imel 6 treningov, vsaj 2-krat tega idi fitness, kjer imaš noge, ne. Ker tako kot smo rekla, za gibalni vzorec, pa za hipertrofijo določene mišice, torej za noge, vsaj 2-krat na teden frekvenca, zdaj, ko si začetnik, sploh v nogah, bi rekel, ne, tu si potem res začetnik, ne, v moči, ti bi bilo to zagotovo dovolj, ne. Da si nekako splaniraj tako, da imaš še vedno 4 treninge v parku, calisthenica, 2 treninga za noge, s tem, da si daj dovolj prostora med enim treningom nog v fitnessu, pa med drugim, ne. Mogoče, na primer, če delaš od ponedeljka do sobote, pa imaš nedeljo rest, verjetno imaš tako po novi klasiko, ali pa kaj takega? Jaz imam tork. Ali pa, ok, tako, ker imaš push pull legs, pa free, pa, tako razumem, ampak ok, da sem tak, da recimo imaš, začneš z nogami, imaš 2 dni, na primer, tako smo prej rekla, daš dipe pull-upe, da sta 2 treninga vmes, potem noge, pa potem še spet, ne, dodatek. Ja, jaz bi kar tako dal celo, da bi začel prvi dan, kot preden greš na noge, mogoče tako tehnično delaš muscle-upe, torej čisto tehnični, zdaj pri tebi je itak tak, da ni zdaj tu še progresije v kilah, da ti je bolj na tehniki, ne, tako da
Tu bi vseeno priporočil kakšno resistance bands, da potem Da so več se ponovitev, ne. snemaš, tako da lahko vseeno dobiš vsaj 2 ponovitve ali pa nekaj skozi, ne? Naredim recimo Bi šlo. 3 do 5 muscle upov sem. Okay. Ja, razumem, samo so bolj taki slopi, ali kako ne rečem, da Pa tudi ne malo vem, s če kikom pa so, to. no. Mislim, jaz, ko sem poskušal z težo, je bilo Ja. to 15 kg, ne. Aha, Pa zato ni šlo čisto. ok, torej si že probal muscle up s 15 kilami. Ja, Sem prepričan, da bi z lastno težo moglo iti. ja, ne, vse Mogoče gre. malo izpili tehniko, ne. Pol dodati mogoče, da ni skozi, lahko dodaš samo masla brez dipa, torej da treniraš to tranzicijo, dobiš to eksplozivnost, pol zagotovo dodaj kakšne high pull-ups, ne. Mogoče bi celo tako začel na začetku, prve 3 tedne ali pa 4 bi mogoče samo enkrat na teden prav muscle-upe za resistance bands, ostale 3 kratko delaš recimo v tednu muscle-upe, pa bi mogoče dodal, tako kot sem rekel, muscle-up bi dal dip, pa torej te tranzicije, ne, oziroma high pull-upe, ne, da dobiš to eksplozivnost. Jaz imam občutek, da ti mogoče to manjka, ne. Se ti zdi, da te bolj teži ravno to, ko potisk, greš v potisk, ali te teži to, da sploh prideš dejansko v Prehod. tranzicijo? Prehod, ja. Ja. Ja, pol trenira tranzicijo, ne. To ti je potem tudi tako, da si nastaviš, naprimer, saj v calisthenic parkih imaš ponovadi štange na neki srednji višini, ne. Na taki, kjer ti lahko še imaš noge na tleh in potem, da dejansko lahko iz tal dejansko prideš prek, ne. To ti je mogoče, najdi si neko tako štango, da samo delaš ta tranzicija, bum, ne, iz tal gor, da si še vedno lahko malo z nogami pomagaš, ne, da ne čisto odzaneš nog, da ti pomagajo, ampak da dobiš ta občutek za kako iti prek štange, ne. To smo rekli, torej začeti nekaj z tehničnimi muscle-upi ali pa high pull-upi. Se pravi, 4-krat na teden muscle up. Ne, to ne bi dal. Ne. Jaz bi rekel 3-krat na teden. Enkrat tega bi bil torej z bendi, pa 2-krat na teden imaš vajo, ki pripomore na dolgi rok za muscle up. Torej smo rekla muscle up without dip, ne. To je še vseeno bolj kot ne tranzicija, pa potem tranzicija, ne. 3-krat bi jaz rekel, ne. Zdaj, če začneš torej prvi dan muscle up, potem dodaš, greš tisti dan mogoče kar fitness, torej začneš z muscle upi, greš na počepe in potem dodaš, ker si že v fitnessu, hipertrofijo nog na koncu, torej priporočam, da vključiš tudi enonožne vaje, kakšne Bulgarian split squat, kakšne za zadnjo ložo, tudi kaj za glute, enostavno ti pomagajo potem iz nule v počepu, torej iz spodnjega dela, ne. To je prvi dan, naprimer, potem imaš 2 dni na voljo vmes, ko smo rekla, da potem čez 3 dni, potem naslednjega za noge, bi šel torej v park, pa smo tako smo prej rekla, da imaš prvi dan imaš primarni, naprimer, dipe, pa potem sekundarne pull-upe, pri primarnih pull-upih je, smo rekla primarne pull-upe, ne? Ta prvi dan je primarni dipi. Ja, primarni dipi, naprimer, začneš, torej, če so primarni, potem se čim bolj približaš temu one rep maxu, ne, torej delaš mogoče, zdaj na začetku bi začel mogoče z 5 ponovitvami, pa 4, ampak čim bliže, ne, veš, tistemu one rep maxu, ne. Potem, naprimer, greš, smo rekla, za dipi narediš pull-upe, pa imaš mogoče kakšnih 6 do 8 ponovitev, bolj za tehniko, naprimer, ne, manjša teža, pa se tudi snemaš zraven, da malo analiziraš. Potem imaš tretji dan, pa smo rekla, mogoče glih obratno, imaš kakšne, torej prvo primarne pull-upe, ne, ko so spet, lahko kar ponoviš, tako sistem, tako za dipe, 5 ponovitev, delaš bolj na moči, potem pa sekundarne dipe. To so prvi 3 dni pokriti, ne. Potem, zdaj, če imaš 6 dni treninga, ne bi rabo vmes nobenega resta, ker je dejansko itak greš na noge, pa pol do še naslednjega bo že od pull-upov, bo že regeneriran, bi šel kar spet v fitness, spet dodati na začetku, bi rekel kar, naprimer, tranzicije za muscle-upe, počepe, spet hipertrofijo nog, ker si že v fitnessu, potem pa še imaš 2 dni, ki ti ostaneta, pol pa bi šel na terciarne dipe in pull-upe, ne, to je potem tretji trening za dipe in pull-upe, terciarni pa so potem taki, da imaš še neko stimulacijo, nek stimulus, ampak je dosti manjša teža, ali pa celo tako, kot si rekel, kot si imel sistem do zdaj, greš potem samo na te terciarne z lastno težo, ne, da tu malo uživaš v treningu, da še imaš res tisto, da si ne rabiš neke opreme nositi v park, pa greš lepo z lastno težo skozi, ne, in tak bi bil neki dober začetek, ne. Pol pa
enostavno pač vodiš ta program, si ga pišeš, ne, to smo rekli, da je pomembno, in potem vidiš, ne vem, po 4 tednih vidiš, se malo vprašaš, kakšna je regeneracija, kakšen je napredek, zdaj, če čutiš, da si zelo utrujen, bi mogoče po 4 tednih priporočal nek deload, torej da zmanjšaš potem v tistem tednu sete ali pa ponovitve ali pa težo, na splošno za cel teden, da se malo regeneriraš, pa potem spet nadaljuješ, ne. To se mi zdi tudi napaka začetnikov, pa ki jo dosti krat kot trener popravljam, ko delam plane tudi za tekmovalce, je to, da grejo zelo na silo. Neki stvari lahko ti greš na silo, ti lahko greš, spet, nam se mogoče toliko spuščam na nivo, bi rekel, teka pa kolesarjenja, ker nisem toliko v tej specifiki, ampak pri sebi, ko sem mogoče neki začetnik, vem, da lahko v kolesarjenju grem nekaj na silo. Jaz sem rekel, grem ne vem koliko kilometrov, bom potisnil, nekako bom to z glavo naredil, ne. Ko pa si ti pripravljaš na neko tekmovanje, pa na neki točki to na silo malo gre v stran, enostavno moraš malo planirati zadeve, ne. In to, kar hočem povedati, je to, da popravljam naravno to, da si vzamejo ta teden, ko imajo deload, ko imajo regeneracijo. Kljub temu, da se, pa tak je celo, da če začneš program, imaš 4 tedne, se vprašaš, če si utrujen, če si preveč utrujen, narediš deload, če nisi, lahko nadaljuješ, ok. Ampak bi rekel, potem, ko pa mine 8 tednov, pa ne glede na to, si utrujen ali narediš deload, pa dejansko daš telesu regeneracijo. Ker včasih se z nas zgodi, da mogoče ti ne bo telo takoj signaliziralo, in potem bo ti pa kasneje pokazalo neke težave, ne. Tako da vseeno vzeti čas za to, ne. To je za nekako. Kako pa izgleda deload? Ja, kot sem prej rekel, da v deloadu dejansko ponoviš trening, ki si ga imel v tistem ciklu, ampak zmanjšaš število setov, skupen volumen, torej ne, seti ponovitve, odločiš se za nekaj enostavno, ne. Jaz ponovadi zmanjšam število setov, ne. Sploh recimo, če grem specifika streetlifting bliže kot je tekmi, v deloadu nočem zmanjšati teže, ne, ker ti hočeš vseeno telesu dati signal, pa da še ima občutek za tisto težo, ne. Obdržiš težo, ampak prej sem imel na primer 4 sete, narediš 2 seta, razpolovičiš tiste sete in s tem si zmanjšal tisto delo, da se telo regenerira. To je in pa pride do super kompenzacije in pa se lahko naprej delaš na temo, ki si spočiti. Točno tako, ja. Tako malo pade, potem pa greš spet lahko više, kot si bil prej. To je po mojem mnenju tudi eden najbolj pametnih pristopov. Verjetno tudi v kolesarju, bi rekel, da je neka periodizacija. 4 tedne nekako delaš in potem imaš deload week in potem pač malo ti pade, utrujenost ti močno pade, medtem ko forma ti ne pade močno in potem si na nekem platoju, kjer lahko potem višji gradiš iz štarta, kar si spočiti. Zelo pomembna stvar. To je zelo pomembno. Ko mi rekel, da se nekdo, ko se ne spušča v to, ne ve tega. Ne ve. To je zelo pametno, da imaš pa nekoga, ki ti pove, ali pa da sam prideš enkrat do tega. Do tega spoznanja, res je. Mogoče zame je to postalo samoumevno, verjetno tudi zate samoumevno, da je trening, da je disciplina, pa mislim, zame je to, da bi ga spustil, praktično ne obstaja, ne. Jaz sem toliko navajen, da je. Kaj pa mogoče za ljudi, ki niso navajeni treningov, pa si želijo ustvariti redno programsko treniranje? Kako si lahko v glavi narediš ta prestop, da jaz pa zdaj redno treniram? Ja, to mora postati del tvoje osebnosti, ti si moraš nekako, vem, da je to težko, ampak si moraš reči, to je nov jaz, to so novi jaz, enostavno, to je ena taka mogoče poved, ko če si jo mogoče ponavljaš, bo ti lahko pomagala. Je pa tudi tako, da moraš najti nekaj, v čemer uživaš, to sem že prej omenjal, enostavno, zdi se mi zelo pomembno, da nekdo, ko začne trenirati, da nekateri začetniki bi rekli, da začnejo samo, naprimer, jaz bom zdaj začel trenirati, rad bi skušal, bom delal samo kardio, ne. Jaz bi vseeno rekel, da to je non-negotiable. Ti moraš imeti trening vadbo, torej kardio varianta, in pa moraš imeti trening za moč. Če eno manjka, je potem na dolgi rok ni takih rezultatov, kot bi lahko načeloma bili, ne. In v bistvu, torej, če veš, da obstajate te dve stvari, na začetku, ko začneš, vseeno greš toliko v proces, ne rabiš se toliko, bi rekel, stresirati, ampak probaš določene zadeve, probaš, kar ti je fajn. Probaš iti na sprehod. Ti je ok, super. Če ti ni ok, mogoče probaš iti na kolo. Ne vem, razne stvari probaš v kardio in potem vem, da na neki točki boš vseeno v eni stvari malo bolj užival kot drugi, ne. In isto je v treningu za moč, ne. Rekel,
dobro, spet tu zdaj ni ne vem koliko nekih smeri, ampak imaš lastno težo, imaš trening za težmi, potem probaš in ugotoviš, kar ti je ok, in potem na neki dolgi rok to delaš, kar ti je vredno, ne. Sam kljub temu pride do tega, da nekdo ne bo v čist ničem užival, ne. Takrat pa enostavno ni druge opcije, mogoče kot da si najdeš tudi, dobra stvar je tudi, da si najdeš neko osebo, s katero lahko delaš, lahko je to tvoj kolega. Bom rekel zdaj pri sebi, vidim enostavno trening za moč, to je meni samo umevno tako kot tebi, ne, to je, jaz to grem, pa z veseljem grem, ne bom spustil za nič na svetu, ne. Medtem ko kardio, pa sem že malo tak, ne, ga pol naredim z veseljem, ampak sem ugotovil, da zdaj recimo za pomladjo, ko smo začela s kolegom na kolo, jaz, ko se zmenimo, vedno gremo na kolo, 2-krat na teden je to zdaj redno, ne, ampak ko recimo on ni kolesaro, pa sem tak nekaj sam recimo, pa je bil kakšen trening narejen, pa sem ga spet spustil, ne. Enostavno je potem zelo dober nasvet, da si najdeš kolega, s katerim lahko podobno stvar delaš, da ga mogoče še njega prepričaš to. Zdaj pa, če nimaš takega kolega, pa mogoče vseeno potem investiraš, pa greš neko skupinsko vadbo, kot sem rekel, tega pa je tudi kar dovolj, bi rekel, ne, v fitnesih pa vsem, ne. In bom rekel, skoraj vedno tam, ko priješ skupino, dožel še nisem imel nobene skupine, kjer bi bilo, da bi bilo tako vzdušje, da se ne bi med seboj sprejemali ali karkoli, in ko se enkrat počutiš sprejetega, pa ko vidiš, da vsi to delajo, pa ko vidiš, da imaš ti neko uro, katero moraš priti, pa ponovadi je tudi tako enostavno, malo mogoče žalostno, ampak če ti nekaj plačaš naprej, se potem bo šel, ne, veš, enostavno in ponovadi skupinske treningi so tudi tako, da se potem plača to naprej in veš, ti imaš termin, ja, zdaj bom šel na termin, ne, tako da ti je to, najdeš si kolega ali pa najdeš si skupino, to je najbolj za začetnike, ne, pomembno. Zanima me še kot zadnje vprašanje, kaj je najboljši nasvet v športu, kar si ga kadarkoli dobil? Najboljši nasvet, ta je zdaj dobra. Malo premislim. Da v bistvu začni tam, kjer si, s tem, kar imaš. To bi rekel, ne. Tako kot smo čisto na začetku, ko smo začeli, ko sem me vprašal, kako sem začel, nisem imel ne vem česa, ampak to, kar sem imel na voljo, torej imel sem na voljo lastno težo, imel sem na voljo neko osnovo štange in sem začel tam in potem na tem delal naprej, ne. Torej, to, kar ti je na voljo, uporabi in iz tega potem naredi neko zgodbo, tako kot sem je v bistvu jaz, ne, ko sem začel dejansko na štangah trenirati in z tega zdaj ustvaril nekako društvo, tekmovanja redna, to, ja. Začni. Dobro, nasvet. ena beseda, to, začni. Super. Dober nasvet. Hvala za nasvete, za zanimiv pogovor. Hvala vama za povabilo, mi je bilo veselje. Mi se pa vidimo naslednji torek.